Evo, pripravili smo se. Oskar, hvala, da si vzel čas. Glede na to, da si prvak druge lige, ene lepe čestitke, pa da boš imel dobro sezono naslednjo. Ne? Zdaj bomo pa poskušala pogledati vse skupaj, kaj se je kaj dogajalo, pa kaj se bo dogajalo, pa kak razmišljaš, pa tako, to, kar mene osebno ponovadi zelo fej zanima. Dej za začetek, glede na to, da zdaj si že prej si dolgo igral na profesionalnem nivoju, dal si veliko stvari čez, tudi v tujini in pri nas. Zdaj kot trener deluje že skoraj 10 let, ne? Drži to? Drži. Tako da en kup stvari si videl, tudi v DNT Cele si zelo aktivn, tako da smo redno v sodelovanju tudi na nek način. Kak ti gledaš danes, rečemo, to drugo ligo, zdaj glede na to, da si osvojil, kaj je po kvaliteti, kaj te, rečemo, zmoti, kaj bi takoj v štartu, rečemo, skomentiral, bi pa tu še mogoče samo eno, glede na moj dolg uvod, vseeno eno stvar rekel, zelo zanimiv mi je bil letos pokal, ne, slovenski, kjer je zelo veliko drugoligašev, v bistvu je ves čas bilo, se pravi, če rečemo, tudi polfinale, 2 drugoligaša, 2 prvoligaša, prej je bilo 4, pa 2, pa 4 prvoligaše, ne, se pravi, zelo redno ste ven metal, ker si tudi bil zelo dolg v igri še za polfinale, ne. Kako ti gledaš to našo drugo ligo, no? Najprej hvala lepa za čestitke. Zdaj, bi kar fest dal kar dosti kritik, no, na drugo ligo, pa ne, na organizacijo pravzaprav. Zdi se mi, da je ta druga liga taka postranska zadeva na nogometni zvezi. Če se dotaknem takoj že samega razporeda. Jeseni igramo 18 tekem, spomladi igramo 12 tekem. To je za mene liga neregularna, ker če ekipa, ki se bori za obstanek ali pa za prvaka, nima enakih pogojev. Se pravi, vlagati v ekipo spomladi v 12 tekem, ko pravzaprav šprint, je veliko težje, tudi veliko manj napak si lahko privoščiš v spomladanskem delu. Zato je naša druga liga taka čista gola specifika. Ampak zelo podobne stvari se dogajajo tudi v mladinski, v kadetski ligi, ne? Ja, mislim, meni je to nerazumljivo. To je čisto enostavno rešljivo. Ve se, da je 15-15 se igra, če je potrebno odigrati kako sredo, je treba odigrati kako sredo. Mislim, jaz tukaj ne vidim razloga, zakaj treba 18-12, zakaj? Zaradi tega, ker je spomladi mogoče problem s snegom ali pa kaj, da mi to vlečemo. Ne vem, tudi ni odgovorov, ne. Druga stvar, ki je pa meni zelo, bom rekel, smešna pravzaprav, pa tudi nogometna zveza nima posluha, je pa ta, da mi pravzaprav v drugi ligi moramo delati bolj profesionalno kot v prvi ligi. Mi nimamo nikoli pauze, se pravi, imamo 18 kol zaporedoma. Bom povedal, ko sem bil trener v Radomljah v drugi ligi, smo imeli jeseni 27 tekem, uradnih tekem. MNZ, najprej smo, tisto sezono je bilo 19-11, imeli smo 4 tekme, 19 kol prvenstvenih, jeseni 4 MNZ pokal, ki se je še igral na star sistem, da se je igral za 1 leto naprej, in pa 4 tekme pokala. Državnega pokala. Spravi 27 tekem. 27 tekem ni imel City, Bayern, ni imel uradnih 27 tekem. Jaz v drugi ligi sem pa mogel imeti 27 tekem, se pravi, imel sem samo eno sredo fraj, ena sreda je bila prosta. In ko bila reprezentančna pauza, druga liga nima prosta. Mi v drugi ligi ne moremo spočiti igralca, mi v drugi ligi, če je načet, ne moreš ga nekako zdržvati do tiste pauze in potem ga lepo pripraviti zopet v tistih 14 dneh. Ne moreš forme tempirati, se pravi, ni tempiranja forme, ne moreš jih spočiti pa spet malo dvignati, ne moreš te mini ciklizacije narediti. V glavnem, mi v drugi ligi se moramo z manj sredstvi, z manj igralci
obnašati bolj profesionalno kot v prvi ligi. Suporta pa ni. To so dve take za mene totalno nelogične stvari in tu ne dobimo odgovora, naprimer, zakaj ni reprezentančne pauze v drugi ligi. Če bi imeli reprezentančno pauzo v drugi ligi, bi marsikjer prvoligaš bi igral prijateljsko tekmo z drugoligašem. Drugoligaš lahko da na zemlji vidi kakega mladega igralca, ga tam vidijo. Prvoligaš, če se zanima, za kjer ga tvojega bo s tabo želel imeti, si ga bo hotel pogledati v živo proti tebi, kako bo odreagiral. Mislim, absolutno. Verjetno je ista pravila, ne? Če imaš dva reprezentanta, potem si upravičen, da lahko predstaviš tekmo, ne? Tako imajo kadeti mladinci. Ne? Ja, nam se je to zgodilo letos, da glih s pokalom, no, takrat je tudi novinar Mitrović zelo grdo izkoristil moje besede, ker je rekel, da sem jaz napadal nogometno zvezo. Sploh nisem napadal nogometne zveze. Bilo pa je točno govor o tem, da so mi hoteli pokalno tekmovanje predstaviti. Zato, ker so imeli v 10 dneh, 11 dneh 4 tekme. S tem, da so nam 3 reprezentantje prišli 2 dni pred tekmo. Oni so imeli prej v 4 dneh 2 tekmi, spravi, v glavnem takoj nanesli, da so imeli oni v 21 dneh 6 tekm. Ali celo 7 tekm z potovanjem. In ko smo mi hoteli predstaviti pokal, ker smo igrali z Bistrico obe dve drugoligaške ekipe, nobenega odgovora niti nismo dobili iz nogometne zveze. Samo delegirano in seveda, nažalost, nismo to tekmo izgubili, nismo izgubili zaradi tega. Ampak, glejte, druga liga nima skoraj noben več kot 16-17 igralcev v kadru. Zdaj pa v takem tempu, brez pauz, držati nek nivo, pa boriti se za gor, pa biti boljši, pa mislim, ne. So velike pomanjkljivosti, no, mislim, ni neke zdrave komunikacije lahko bi najdel še veliko stvari, ampak to so neke tiste 3, tiste, ki so take pereče, drugače so pa tudi seveda so dobre stvari, ne. Normalno, druga liga je, bom rekel, en lep poligon za mlade igralce. Ogromno ekip se skoncentrira na to, da igra samo z mladimi igralci. Seveda, če imaš pa tekmovalni imperativ, pa ne moreš igrati samo z mladimi igralci. Zato mene osebno zelo moti to pravilo, ki se je zdaj uvedlo v prvo pa v drugo ligo za igranje mladih igralcev. Jaz mislim, da vsi klubi, razen Kopra, dokler ni prišel taleno iz Maribora levi bek, niso ustrezali pravilu, da eden začenja mladi. V vseh drugih klubih so začenjali, sigurno eden mladi. V drugi ligi vse posod začenjata 2 mlada. In zdaj to, da boš ti mogel v drugi ligi imeti 10 igralcev slovenskih v zapisniku, mislim, prostite, kaj bomo s tem naredili? Kaj bomo naredili s tem? Naprimer, tisti, ki imajo same Slovence, so izpadli. Dob je zadnji. Krško je pred zadnjo. Vsi, ko so se oslonili na samo svoje igralce, nažalost, grejo ven. Ja, mlade igralce. Ja, ampak če bomo delali tako, kot zdaj hočejo, potem bo druga liga hitro prišla na nivo 3. lige. Ne bo, ti igralci ne morejo napredovati, ker če trenirajo samo z svojo kvaliteto, ne bodo napredovali. Spravi, kvaliteto pa mi, ki smo locirani zdaj tu ob meji, ne? Mi kvaliteto z lahkoto pripeljemo iz Zagreba. Z lahkoto. Mi dobimo pol ceneje ali pa 3-krat ceneje igralca, ki ima odigranih 30 tekem prve lige, 50 tekem druge lige, pa 100 tekem tretje lige. 25-26 let starega Hrvata dobimo 3-krat ceneje kot slovenskega mladega igralca, ki pride ven iz mladine, pa še nima nobene izkušnje. To, ko si zdaj rekel, ne, se mi zdi, da je največji problem, ne, da mi v bistvu dobimo tujca, ki je pripravljen za dosti poceni, pa da je dosti v primerjavi s slovenskim igralcem še vedno neka kvaliteta, ne, do čim rečemo mladi igralci, tudi ker vem, ker sem delal v klubih, ne, so imeli ves čas nek trend, ne,
ko zaključim mladince, ali bom igral prvo ligo, ali bom pa nehal. Ne. Zastonj ne bom igral, načeloma pa, ko gledamo, se pa zelo malo igralcev uspe, rečemo, da spraviti v prvo ligo, večina mora iti tretja, druga, pa potem prva liga, da se navadijo pač tega članskega nogometa. Dajmo se ustaviti pri tem, zastonj ne bom igral. Mislim, to je za mene največji problem slovenskega nogometa. Zastonj ne bom igral. Kakaj je pot slovenskega mladega igralca? Če že pride v nekem prvoligašu do mladinske ekipe, ne, je že to, bom rekel, uspeh. Glede na to, koliko se že zdaj kupuje igralcev, pa skozi, pa pogodbe, pa ne vem kaj vse. Ne? In bom rekel, domači igralci, ki ponovadi nimajo pogodb, ne, ali pa imajo štipendijo, nima profi pogodbe, tako tisto od nekod pride. Kakva je njegova usoda? Ja, njegova usoda je pri 18, 19, ko gre z mladine ven. Če ni gor v prvi ekipi 26, 27, bo pa vse verjetno si to šlo študirati, pa v Avstrijo igrati. No, zdaj pa, kaj pa je zdaj ne bom igral, zato pa jaz ne bom igral. Ja, v drugi ligi je pač plačilni nivo takšen, kot je. In zdaj, jaz razumem nekoga, ki ima v Olimpiji, Mariboru, Domžalah, v Celju, Muri 2500 evrov bruto že pri 15 letih. Da ne bo prišel igrati k nam za 800 evrov. Jaz ga razumem, ali pa za 1000. Seveda mu je to premalo. Ali pa sem se ne skril. Sem ne skril. In kam je zdaj nogometna zveza dela? Nogometna zveza se grobo vtikuje v moje delo, v delo kluba, v strukturo kluba. Še enkrat, ne me narobe razumeti. Jaz sem prvi zagovornik mladega igralca. Poglejmo našo ekipo. Na kom bazira naša ekipa? Mi smo bazirali našo ekipo na 3 mladih igralcih. René Lamprecht, Rantoša Lamprecht, zadaj, na sredini Majcen in v špici Gradišar. 2 letniki. To je naša hrbtenica. In okoli njih smo mi zlagali ekipo. Zdaj pa bom jaz rabo imeti v drugi ligi 2 mlada nogometaša, 8, ki so Slovenci in so trenirali med 15 in 21 letom v slovenskem klubu, kar je ogromno pomanjkljivosti še tukaj zraven noter. Če v Salzburgu je treniral, ni v redu. Seveda ne. Kaj bo zdaj nekdo, ki je od 16 do 21 leta bil v tujini, zdaj se bo pa vrnil? V katero kvoto spada? Je nobeno. Slovenci je, pa ne ustreza pravilo. Mislim, pravilo zgrešeno 500 ur. Potem nihče ni rekel, koliko časa mora mladi igralci igrati. Nihče ni rekel to. Nikjer ne piše. Se pravi, mi lahko začnemo iz centra v avt in naredimo menjavo. Jaz tega pravila zdaj nisem bral. A bojo tu ponovno nagrade za količino minut, tako kot je bilo? Kakšne nagrade? Ali jih ni? Odkot bo nagrada? Jaz ne vem, kaj bodo razdelili med nas. Če nam razdelijo, prej so nam hoteli razdeliti ne vem koliko. Tudi če razdelijo 100.000 evrov ali pa 200.000 evrov, je kaj boš dobil? Če bomo vsi imeli mlade minute? Vsi bomo mogli imeti mlade minute. S tem, da se bo zdaj, kaj se bo zgodil? Mi bomo preplačevali slovenske igralce. A me razumeš? Zdaj tisti, ki je imel dobro pogodbo, je kaj se bo zgodil? Ja, moraš imeti Slovence, a veš, moraš. In če ne boš sposoben plačevati, boš naredil kaj? Ja, vzel boš iz 3. lige igralca. Se pravi, kam ti bo padel, na kak nivo ti bo padel klub? Na 3. ligaški nivo, na nižji nivo. Kam ti bo padla liga? Nihče se z nami ni posvetoval teh stvari. Nihče ni vprašal v klubov iz 2. lige, če se strinjajo s tem. Zakaj se ni, na primer, predsednik Medobčinske nogometne zveze, naše, na primer, gospod Vlado Močnik, oglasil tu pri nas, pa nas vprašal, kakšno je mnenje in zakaj ni on zastopil, na primer, potem tega mnenja na izvršnem odboru nogometne zveze. Zakaj mi ne moremo govoriti o teh stvareh? Zakaj se nam usiljuje neki? Oni zdaj, se pravi, nam usiljujejo neki. Mi pa, na primer, smo se pogovarjali z Alenom Ščulcem, pred tekmo, mi pa dekani ne moramo imeti iste filozofije. Dekani so odločeni pred sezono, da bodo igrali z mladimi igralci. Lovijo mlade minute, in oni vejo, nam je cilj obstanek v ligi. Ok, ja nam pa ni cilj obstanek v ligi. Mi bi radi šli pa gor.
Jaz ne bom šel, če rabi imeti 10 Slovencev, to pomeni, da jih mora imeti 16. 16 je pa poln kader, plus 2 golmana je to 18. Ne? Pa še 2 mladinca, pa je to 20. Zdaj pa, se pravi, jaz sem na samih slovenskih igralcih. Ne me narobe razumeti. Pa prvi zagovornik sem slovenskega igralca. Sam ne na tak način. In kaj bi lahko jaz naredil v drugi ligi? Jaz vem, kaj bi naredil. Jaz bi pripeljal 3 kelnerje, tam leko kelnarjo. Kaj pa ne druga naredim, če hočem biti tekmovalen? Oprosti. Lej, Igor, oprosti. 3 kila grejo papočih na tekmo. Vzamte taro karte, igrate taro 90 minut. Se mene ne moti. Ja, zakaj? Da bom jaz ustregel pravilu, ki je zgrešen. Da bom lahko imel vsaj 3 kvalitetne igralce. Za manj denarja. Kot me bo stal slovenski dober mladinc, ki je šel ven, pa ko še nima nobenih izkušenj. Se na koncu prijemo do ravno osnoven problem je spet pač denar. Ne. Seveda. Klub mora preživeti. Ne. Vemo, zdaj karikiral, za prvo ligo danes že težko klub bo funkcioniral pod 1 milijon na sezono. Ne vem, koliko imate vi proračuna, ampak večina klubov, rečemo, če bi čez palce rekla, je tu nekje, ne, glede na to, da veš, kako funkcionirajo. Ne. Torej, to je neko spodna meja, gor vemo, da je lahko tudi precej več. Ne. Zdaj, za drugo ligo, kolikor sem se pogovarjal z klubi, ne, ponovno izpod 350-400 tisoč je že moč kar težko priješ, če sezono prideš. Z lahkoto. Sam pust me delati. Ja, ampak govorimo zdaj celoten klub, ne, je tu noter, verjetno. Ne. To ne samo članska moštvo. Mi gledamo samo člansko ekipo. Ne gledamo, jaz se vedno, kar se tiče budžeta, mene ne zanima klubski budžet. Mene vedno zanima budžet za prvo ekipo. Pa ne tu noter metati trenerjev. Ja. Trenerski budžet je za sebe. Okay, ampak zdaj, če govorimo pa igralce za prvo ligo, za budžet, boš verjetno potreboval kaj? 500 000. Ja. Recimo, ne? Recimo, tako. Ja. Recimo nekje, da ampak nabereš... da bo klub preživel, ponovno prijemo do tega, ne? Ja. Je pa to skoraj podvojena vsota, ne? In prijemo pol na tisti milijon, ne? Zato sem malo tako rekel, ne? Nekje 700-800 bi za prvo ligo, ti rabiš imeti vse selekcije podelane od spodi, ne? Zdaj bojo še verjetno kmalu bojo ženske, se bojo mogle priključevati noter. Od tega, kar pomeni tu. To bo tudi zelo nasilo, ne? To so trenerji, prevozni stroški, vse, pač sodniki so dražji, vse se potem samo nekje sešteva, ne? Ker ravno zdaj mi je pač padlo tudi na pamet, ne? Zdaj, če gledam, jaz vem, da mi nismo Anglija, ne? Ampak angleški klubi, ki pridejo s Championshipa v Premier Ligo, vem, da lani so dobili nagrado 160 milijonov, ne? Zdaj ta tekma Luton Coventry, to je najdražja tekma sezone. Ja. Sveda, ker se gre za... Ne vem, koliko je letos. Za 120 milijonov funtov, to je 150 milijonov evrov. Ne? Ostaja tu nekje. Tako, seveda. In to kaj pomeni pa, ko si ti prvak bil zdaj druge lige, vas prišel v prvo ligo? Ja, nagrade ni nobene. Ne dobiš zraven še 500 milijonov, zato si još lahko privoščil kvalitetne igralce, da boš konkurenčen dovolj. Tako, dobili bomo denar od televizijskih pravic. Se pravi, zdaj... Kot kaže, bomo mi potem 9. rangirana ekipa, ne? Recimo, da je Aluminij, ker je prišel čez kvalifikacije, da bo 10. Ne vem, koliko je to. Me za to vprašaš, tako se govori. Ampak same nagrade za to, da se pa ti lahko skadruješ na novo, ker ponovadi teh 160 milijonov, koliko jaz vem, te klubi... Da bi nogometna zveza pomagala. Ok, ampak zdaj... Če pa vse en gledamo, jaz ko sem leto spremljal drugo ligo, ne, glede na to, da sem lani eno sezono predtem bil v Šmartnem, pa smo žal izpadli ven na konc, ne, v zadnji tekmi, se mi je zdel, da je letošnja druga liga bila vseeno bolj izenačena. Sicer zgornji del se je naredil v nekem obdobju tistih nekih 5 ekip, ne, če tak rečemo čez palc, ampak od zadnjega pa zelo dolgo tam do 6. mesta je bilo 5-6 pik, 2 tekme rečemo, da je bilo narazen. Kar je pa pomenilo tudi, da so se vsi borili, povsem drugače skoraj do konca, tudi ko so z vami igrala. Se je to poznalo, glede na to rečemo, kako sezono prej. Jaz vem, da pač ti si predtem bil
v Radomljah v drugi ligi, ampak je nisi speljal, da bi čutil to spomladanski del, ki si zapustil pol in si šel v Aluminij. Ampak a se je tebi zdel, da je tudi zaradi tega bila, rečemo, liga bolj trda, bolj glede na to, da ste v zadnjih 4 krogih ste se Aluminij pa vi zamenjali na vrhu. Primorje, da pohvalim Anđelkoviča, se zraven je oba lepo premagal, ne? In je v bistvu enkrat je pomagal Aluminiju, drugič je pomagal na koncu vam, najbolje verjetno sebi, zaradi tega, ker si je zagotovil neko lepo, mirno zadevo, pa še neke reklame za naprej. Ampak kako si ti doživel, rečemo, tudi drugo ligo letos? No? Liga bila res izredno zanačena. Sej, kamorkoli greš, je specifika. Zdaj greš v Brinje, vemo, je specifika. Ne? Priješ v Beltince, je zopet specifika. Beltinčani, naprimer, vsako pride gor igrat, a rad gre gor igrat, ne? Ker je dobro igrišče. Krško ima tudi zaradi tega ful probleme. Ne? Vsi, ko pridejo v Krško na tih stepih, se razletijo. Ti pa imaš kot domačin malo slabšo ekipo, se pravi, imaš velike probleme. Ligo treba poznati. Ligo treba poznati, kam greš, kaj te čaka. Jaz mislim, da je tukaj, če hočeš biti gor, čist gor, moraš zelo taktično odigrati to ligo. No? Ko greš igrati v Fužinar, moraš vedeti, kaj te čaka. Ko greš igrati v Bilje, moraš vedeti, kaj te čaka v tisti luknji. Sam ti, rečemo, letosno statistiko, če bi jo verjetno čez pogledal, ste bili verjetno prvi po priložnostih, po ustvarjenih strelih in tako naprej. Vem, da prav, ne vem, kjer v tekmo sem gledal, si imel 27-28 strelov, pa ne vem si, da zabil 1 ali 2 sam, rečemo. Ja. Doskrat se pa zgodi, da je tekma, ko bo rezultat 2-1, bo nekje, ne vem, 8-9 strelov na vsaki strani. Ne. Sem pa lani izgubil tekmo v Beltincih 57 centršuti. Ja, pa je bilo 2-1. Ja. Pride tak, ne? Nisi ko pa si če vprašal, pa ti povedal, da moraš cut back pass narediti. Sej, ne, druga liga je specifika. Točno zaradi načina tekmovanja, ko smo se že prepogovarjala 18-12. Zdaj ti lahko jaz povem iz moje izkušnje, tako da taktik moraš biti, no. Jesenski del pomeni širok kader. Ti moraš vložiti v jesenski del. Zaradi tega, ker v jesenskem delu je več tekm in takrat, ko sem že povedal prej, ko začnejo ekipe padati v formi, nekje 6-7 kolo, zaradi tega, ker nimaš tiste pauze, ne, ker si skozi v tekmovalnem ritmu, takrat priješ ti do izraza. In to se je pri nas najbolj poznali. Mi v sezono smo šli rezultatsko slabo. Smo v prvih 4 kolih v prvih 3 kolih imeli 2 točke, v prvih 4 kolih 5 točk, 5 kolih 6 točk. Ampak naprimer od Aluminija, od 3. kola pa do 18. kola, v 15 kolih nismo bili premagani. Smo imeli 12 zmag pa 3 neodločene, ali nekaj takega. Ampak ravno od 6. kola naprej. Druge ekipe so začele padati, ja, mi smo imeli pa širino. Ja, to pomeni, da si ti v bistvu pripravljalno obdobje malo raztegnil že v ligo noter, ali kaj, zato da si pola dlje časa držal? Naš cilj je bil, cilja nismo skrivali. Je bil naskok na prvo ligo. Ja, to se je vedlo, ja. Se pravi, mi smo šli zavestno, že ko sem marca prišel, smo začeli z tem programom. Tu smo mogli absolutno nagraditi moč, vzdržljivost in mi smo skozi delali na teh segmentih. Spravi, mi nismo prišli najbolj pripravljeni, najbolj spočiti v ligo. Ampak, ko smo enkrat prišli v ta ritem, so drugi začeli padati, mi smo začeli pa rasti. In če pogledamo tam proti tam od 10. kola naprej, kako je Krka začela padati, kako je Ilirija začela padati, da je do takrat Aluminij imel neko konstanto in potem začel padati. Mi smo pa ravno v tem času najbolj na plin pritisnili in prepeljali, bom rekel, jesenski del zmagovito do konca. Ne? Se pravi, tukaj ob tem, da smo si razširili kader, ja, ampak zdaj bom rekel tako, ja,
Dost Hrvatov smo imeli. Dost, seveda. Ja, sej. Zakaj? Ker ti igravci so nam dali. Vidim sam, da so ti na žulj stopili s temi tujci. Ne? Zelo. Zakaj? Zato, ker mentaliteta naša pa hrvaška je totalno drugačna. Ti si imel, pa ne bom zdaj, to ni žaljivo, ti si delal v Velenju, pa veš, poznaš južnaško mentaliteto. Mentaliteta je čist drugačna. Ne? In to so po večini mladi igravci željni dokazovanja. Za mene kot trenerja je to balzam. Da igravc vsak trening se želi dokazati, da želi igrati in da se želi uspeha. In potem, če kvalitetno delaš, če imaš lahko kvalitetne treninge, da imaš na razpolago 20 enakovrednih igralcev in pa da so še pa ti igralci še pa željni vsega, moraš zmagovati, a ne gre drugače. Zato, ker dvema ne gre, ja super, druga dva noter. Dva nista v formi, ja, širina, druga dva noter. In te širine si druge ekipe niso mogle prvošiti. In tukaj smo mi z ne preveč velikim vložkom finančnim, jeseni naredili to razliko. Spomladanski del je bil pa za nas zelo stresen. Treba je poudariti, da pri nas ni bilo igralca, ki je imel prvoligaške izkušnje. In ta pritisk se je čutil na vsakem koraku, čeprav smo mi to preko pogovorov pa vsega probali to umiliti, ampak ne gre. Enostavno ne gre. In se je že začel prvo kolo, Aluminij doma igra neodločeno. Imamo 4 točke prednosti. Mi moramo Brinje premagati, Brinje so bile pred zadnje. Mi moramo Brinje premagati, pridemo na 6. Seveda, igralci so že točke upisali. Ja, prije tekma 0-2. Ja, kaj zdaj? Ja, nič, gremo dalje, ne? Gremo v Tabor, zmagamo Tabor. Ista ekipa. Zgubi z Brinjem doma, premaga Tabor. Je neobremenjena. Željna dokazovanja, po statistiki povsem zasluženo zmagamo. Gremo v Nafto. Derbi? Ja, bo treba iti na 500 na uro. Zmagamo, nobenega problema. Ne vem, če je Nafta imela šanso. Pride Triglav. Aluminij spet kiksne. Ja, mi moramo samo potrditi, gremo spet na 6-7 točk. Ne, spet zgubimo. Ne, zanimiva je bila liga, res, jaz, ko sem jo spremljal, ne. S tem, da tu zdaj si odprl ene par stvari. Ti si rekel, prišel sem marca, ne? A ste vi marca, se pravi, prejšnja sezona, rečemo, da se je pripravljala zadeva. Kdaj si ti začel kadrovati, rečemo, za to novo sezono igralce? Marca. Glede na to, da pač prestopni rok je mim, se pravi, ti si v tem obdobju si začel delati spise, kjer igralce želiš imeti. Selekcijo. Mi smo v tistih 8 kolih, jaz sem prišel, nismo zmagali 4 kola. Dobro, da si obsedel. Ja, dobro, da smo imeli dolgoročen projekt, ne? Dolgoročen. Ja, ampak dobro, sej, ko greš malo pogledati, pa po Instatu, pa to vidiš, ne? Enkrat smo igrali tak, drugi smo igrali tak, pa je igral tam eden, pa tam eden. Zanima smo me, iskali tiste rešitve, ne? Ti si drugoligaš, kak si ti loto skautiranja, to me zanima. Misliš po sezoni? Ne, se pravi, rekla smo marca si ti prišel. Ja. Marca se ti je začel projekt, se pravi, prva liga v sezoni, se pravi 22-23. Absolutno smo takoj dvignali. Si ti že takrat začel si delati seznam, imel bi tega, imel bi unga, imel bi tu. Sigurno, ampak jaz sem mogel najprej ugotoviti kvaliteto svojih igralcev. Okay. Tako. In jaz sem imel ta 2 meseca smo na voljo za ugotavljanje kvalitete, za ugotavljanje pozicioniranja, za ugotavljanje sistema, ki jim najbolj odgovarja tem tipom igralcev, ki sem imel na razpolago. In v tistih zadnjih 3-4 kolih smo prišli do nekega delnega odgovora, ko smo pol 4 kola, zadnje 4 kola smo pol zmagali, ne? Smo naredili eno serijo, nek delni odgovor, ja, to imamo in kaj moramo dodati. Res je, da tudi takoj, ko smo prišli, smo dvignali količino treningov, kar je vedno problem. Kapaciteto, ja. Da telo odreagira, ne? Ja, normalno. In smo bili v bedu, ne? Ni bilo, ne? Po 14 dneh, 3 tednih smo z muskelfibrom igrali, ne? Ja, ampak jaz sem vedel, da to pač je proces, mi čez to moramo iti
In tudi potem po pauzi smo mi nadaljevali s tem. Mal pauze, takoj program, takoj so že mogli priti, da smo lahko, tudi pridi že na priprave pripravljeni, da smo lahko začeli. Tukaj moram pohvaliti klub, ki nam je zelo stal ob strani, nabavili so nam GPS-e, da smo lahko začeli potem z novo sezono, se pravi s to sezono trenirati po loadu. Tam nimate live GPS. Ne, live, ne, ampak... Ja, se pa vidi po treningu, kaj? Bom ti povedal, po kakem loadu smo trenirali. Trenirali smo pa več, pa bolj od ostalih, no to pa moram povedati. Zaradi tega, ker vem približno, kako se trenira, po kakem loadu se trenira v prvi ligi, ker se pogovarjamo, treniramo normalno. Ja, zdaj večina trenira tu od 2,5, 2,7 do 3 nekje, ne? Kar se tiče količina teke. Mi smo šli tudi do 3,7, kdaj ne? Vi ste šli tudi do 3,7. Tudi do 4. Ampak to je pač pride... Pa v sezoni, ali kaj? Ja, med sezono, ja. Ampak to pride tudi zaradi dolžine treninga, zaradi malo večjega prostora, ker si šel pač 2 treninga v tednu, si šel... Malo predavče. Ja, ampak ne zato. Ja, ne, sej. Kaj bomo pa mi naredili izkorak? Kako se bomo mi pripravili tekaško, fizično za prvo ligo, če mi hočemo igrati prvo ligo? Zdaj, če gremo mi na obisko prvo ligo, pol ne bi. Tako pa, če pa imamo mi cilj, ostati v prvi ligi, pa se stabilizirati v prvi ligi, potem bodo pa ti igralci, ki so vezani pogodbeno, delali kot prvoligaši in smo trenirali kot prvoligaši. In v ligi je bila samo še ena prvoligaška ekipa in to je bil Aluminij. Oni so bili absolutno prvi favoriti lige. Novo mesto niste gledali kot neko tako resno konkurenco, ker vem, Saša ima dosti interesa priti v prvo ligo. Na koncu se je pokazalo, kdo je bil prvoligaška ekipa. Ja. Ti moraš biti konstanten. Okay. Konstanta. Kdaj boš konstanten? Konstanten boš takrat, ko boš imel moč, ko boš imel vzdržljivost. Ker boš lahko. Glih Krko sem dal za primer, ne? So bili gladko prvi do 10. kola. Se zato, ne? Potem pa je bilo 5-6 kol, ko se niso mogli sestaviti. To je en mesec in to je točno, njim se to ne bi zgodilo, če bi imeli mi reprezentančne pauze. Ker pa jaz vem, da ni reprezentančnih pauz. Rabim pa širino, ne pa 15 igralcev. In tu so mi potem prišli samo, verjemi, vztrajaj, delaj. In smo se smejali. Smejali, seveda, zato, ker smo zmagovali, ker smo imeli dobro kemijo v ekipi in je to šlo iz tedna v teden. Sprašval si me o selekciji. Ja, dosti igralcev je šlo. Zelo dobrih. Naprimer, Rokavec. Rokavec je igral svoj čas v Italiji, Rešek je nehal. Rešek mi je sam rekel, šefe, bodem. Pretežki je. Težki, ne? Se ko Reša, pa ti si starejši igralec. Škak trening manjko, ne? Ja. Zdaj bi malo igral še. Ne bi treniral. Bodo naporne priprave, ne? Ja, pa ne bodo naporne. Priprave kot priprave. Ja. Ne? A veš, v tem smislu, ne? Ker so fantje videli v tistih zadnjih 2 mesecih, da ni zabancije. Delali bomo. In pa jaz sem zagovornik reda. Red. Me poznaš, se ful rad zabavam. Ampak, ko pa delamo, Takrat pa ni pardona. Pri meni ni telefona v garderobi, ni muzike v garderobi, kemija, pogovarjajte se med sabo, spoznajte se med sabo, da prije ta medsebojni odnos. Selekcioniranje. Dosti igralcev smo rekli, je šlo. In potem pa priprave. Ne, zanima me, si tudi glede na to, da si rečemo z Hrvaške pol vozo igralce. Ja. Je to si uporabljal predvsem Instat ali si imel oglednike in komuniciral glede na to, da si igral tudi na Hrvaškem, poznaš neki ljudi, verjetno dol tudi. Dost tudi preko statistike. Ja. Lej, jaz, ko sem že prišel sem, je v klubu že bilo dost Hrvatov, dobrih Hrvatov. Spravi Pavlović, Matošević, Musolin, to je že vse bilo tu. To so nam tudi potem bili nosilci igre, ne? Ja, potem pa iščeš mlade igralce, željne uspeha in preko pogovora z njimi, pa po probnih treningih vidiš, kak karakter je. Ne? In, ja, meni je zelo važen karakter, zelo važna je delovna etika. Predanost ekipi nismo se veliko zmotili, no, rekel. Glede tudi na vse skupaj si že razmišljal, da bojo to lahko tudi igralci, ko bojo potem čez eno sezono lahko prvo ligo igrali. Morajo biti. Okay. Ker doskrat se mi zdi, da se ekipe tako malo rečejo, sam da pridemo v prvo ligo, pa bomo pa že mi selekcionirali. In pa imaš novo ekipo. 20 novih pripravljen. No, vse zato ne. In pa imaš novo ekipo in potem ugotoviš, da to ni dobro, zaradi tega, ker
imaš malo šanse, da se ti tisto, kar si vse prej rekel, se pravi ta red, kemija in vse ostalo, da se ti na nek normalen način ustvari. Mi imamo zdaj, naprimer, 12 igralcev iz druge lige, smo zadržali, 12-13. To je kar dosti, ne? Vemo pa, da jih moramo 10 dodati. Zdaj pa kaj dodati, ne? Isto prej zdaj moraš dodati kvaliteto, prej smo pa dodajali kvaliteto za drugo ligo in širino. In tukaj nismo naredili napak, no? Smo pa po zimi potem skrčili kader. Aha. Smo dali pa celo, ne boš verjel, 5 Hrvatov stran. Te ni nas zase klicala. Niso me pohvalili. Začuda, me ni noben pohvalil. Ampak ne zdaj, veš, dal si v stran za to, prepeljal si 2 slovenska igralca, dal si v stran 5 Hrvatov ravno zaradi tega. Zaradi tega, o čemer se pogovarjamo. Ja, če si kvaliteta mojega Slovenca in te jaz v šprintu v spomladanskem delu ne rabim več za 12 kol, te ne bom več imel. Mogoče se sliši malo grdo, ne? Ampak prednost sem dal po komu? Domačim igralcem. Domačim igralcem. Ja, no, evo. Saj, če bi ti fantje si izborili mesto v prvi enesterici, pa da bi bili 20% boljši od našega, to, kar se od tujca pričakuje. tako, potem bi oni ostali. Zaradi tega, pol mi ne bi šli, mogoče bi že takrat, bi še ustrajali s tem širokim kadrom tudi spomladi. Zato ker bi rekli, ja, imamo to kvaliteto. Ampak je pa manjkala, ne? Manjkala mal je manjkal, čez tisti je manjkal. Se pravi, nismo se zaletavali, bili smo pametni, nismo se zaletavali, pripeljali smo Marciusa, s katerim smo zadeli polno, pripeljali smo Haljeto. Ja, dobro poznaš, je iz Cela, ne? Seveda, pripeljali smo Haljeto, ki nam je tudi ogromno pomagal. Bom rekel, vrnil se nam je, cel jesenski del je bil ta Mihalič poškodovan, se nam je tudi on vrnil spomladi zdrav in enostavno imeli smo 16-17 igralcev, 2 vratarja, 2 mladinca in smo imeli dovolj. So se nam pa zgodile, ja, bom rekel, kar naenkrat 3 poškodbe, kar nas je pa zelo, zelo prizadel, ne. Poškodoval se nam je Majcen, moj meniskus pokno ga ni bilo, en mesec potem Tomaškoviču je šel hrustanc, takojšnja operacija in maju se je pa gležen zlomil, ne. Se pravi, smo ostali brez 3 igralcev in smo, bom rekel, spomladi. Za daljše obdobje, ne? Ja, za en teden ali pa 14 dni. Imeli velik problem s trenažnim procesom, ker mi smo rekli, bomo imeli 18-17 igralcev, pa potegnali 2 mladinca gor, pa taktične stvari potem Z njimi, delali. Ja. Potem je bilo pa treba pripeljati kar naenkrat 6 mladincev gor. Kar pa pomeni tempo treninga, ne? Fantje pridejo iz MNZ-ja in se vse ustavlja pri njih. In potem se vprašaš, a se splača pripeljati fante gor, da nerviram člansko ekipo, zaradi tega, ker se vse ustavlja, ker je ogromno napak, ker je to, ali delam 10-0. Ali eventualno 10-4, 10-5. Imeli smo problem v trenažnem procesu in kar se je s pomladanskem delu tudi poznalo, no, bom rekel, ta izkušenost je vplivala na negativizem. Bom rekel, na nek strah pred uspehom. Ampak ga ni to zanimivo, koliko se moraš tega naučiti. Veliko več je bilo krega. Med igralci, naprimer, ne? Prenašanje odgovornosti na druge. Zaradi te napetosti, nestrpnosti, ne? Reakcij težjih. Veliko več, ne? Ampak to moraš reševati s pogovorom. Kako si pa reševal to? Večinoma individualno, skupinsko, vsega živega. Oboje. In skupinsko. Pa nam se je zgodilo, da smo mi zmagali tekmo, pa je bilo treba po domač povedati okurcati ekipo. Zato, ker je bilo čutiti napetost. Nervozo, ja. In vprašati, zakaj ste nervozni? Pa prvi smo, pa se moramo kregati. Namesto zmagamo, ne vem, 4-0, ali koliko je bilo, 4-1 domačo tekmo in grem slabe vole z tekme. Ne dobre vole. Zato, ker vidiš, da ti ne štima. Da ti ne gre, da ti ekipa ni usmerjena tja, ko si ti želiš.
in potem zopet trošiš energijo za druge stvari. Kolikrat si mogel iti na kavo? Po treningu? Ja, seveda, vse trike Pa do 3 nisi zaspal, ne? Treba uporabiti vse trike, pa popihati, enemu moš popihati na dušo, enega, vse ko jih spoznaš, enega z enim lepo, z drugega moš pa malo bolj šarf, pa vse to, pa ne, sej na koncu pa pol, ko je bilo pa treba najbolj, ne, so pa bili pravi, ne, sej tudi prek tiste kvalitete, tudi ne moreš, ne, sej določeno kvaliteto imaš, sam sprosti se. Te je kdo presenetil tako, da v garderobe rečemo, da se je izpostavil, da je potegnil pozitivno zadevo? Vemo, kdo je lider v garderobi, vemo, kdo je tudi mučkaroš v garderobi. Smrkci so vedno, vse v svoj. Mislim, to veš, ne. Sej, mučkaroša se boš vse vrednosti se boš zahvalil, ne. Si noben ne želi tega, ne. Ja, ampak sej jih ni bilo veliko, no. Sej, bili smo neizkušeni, ampak na koncu le vseeno smo speljali to do konca. Treba je povedati, mi smo osvojili 75% točk. 75% točk v bilo kjeri ligi na svetu osvojiš, si prvi. Se pravi, ne glede na to, da smo se mi na koncu v zadnjih 3 krogih zamenjali gor dol, mi smo jih osvojili 75, oni pa 70. Mi smo v 15 tekmah osvojili 34 točk, pa v drugih 15 zopet 34. Aluminij jih osvojil 33 pa 31. Se pravi, je neka razlika, ja. Vseeno smo mi bili, ne. Ja. Dej, reč mi, kot si rekel, ne, marca si prišel, da bi tek malo te glede teh priprav pa tega, kako tudi rešuješ, glede problema poletnega pa zimskega obdobja, ne, ko si ga zelo izpostavil. Glede na to, da to smo imeli tudi ves čas, tudi trenerji v teh mladinskih selekcijah, v kadetskih, s tem, da tam je prišla včasih tudi kakšna reprezentančna pauza. Ampak generalno smo bili, rečemo, upravičeni tekem, tisti, ki so imeli, ne vem, 2 ali pa 3 reprezentante, takrat si lahko to tekmo predstavljal. Ampak vsem polet se ti je zgodilo, ne vem, da si zaključil ligo zadnji teden v maju, potem si pa imel pauzo, vemo, kakšni so pač glede mladine je to problem, ker takrat jih ne obremenjuješ, ker potem v juniju zaključujejo šolo. Pa 10. julija si začel priprave, zato ker si imel že praktično čez 4 tedne si imel lahko prvenstvo, vmes si probal jim nekaj individualnega dati, da so mogoče vsaj šli 2krat noge namočiti na morje, ker je potem itak celo poletje tu. Se pravi, si doma. To pomeni, zdaj pa druga liga se pa vsem še prej začne, ne? Načeloma, ko kadetska pa mladinska liga. Kako si ti rešal, koliko si imel sploh tednov priprav? Si spravil ti 5 letos? Ker vemo, da prva liga bo zdaj 15. junija začela s pripravami. Ja, zdaj bomo imeli 5 tednov priprav, ne? Ja. Imel sem jih 6. Aha. Imel sem 6. Si jih dobil, so se ti ozvali zaradi tega, ker se je vedlo, kak je cilj? Ja, absolutno. Sej na koncu jaz jih nisem spraševal. Ja, no, boš, ne boš? Ja, razumem, ja. Začne se takrat je zbor, takrat začnemo delati. Individualni program se je dobil, nekaj časa je bilo prosto, potem se je dobil individualni program, katerega so mogli preko teh raznih aplikacij javljati. Ko so prišli, smo takoj videli, kdo je po javljanju, kdo je, smo imeli to testiranje. Smo še tam, jaz si vzel ta teden ravno zaradi tega, da sem v tem tednu preveril to in tisti, ki niso vsega naredili, so ta teden kar dosti še utekli. Tako da so prišli, so ulovili ta pridne, no. Bilo je malo čudno, ne? Ampak se tega začuda se potem po zimi to ni naredili. So prišli pa kar naenkrat, kar približno enako pripravljeni, ne? Ja. Kako smo pa zimo imaš, si imel pa kar dosti dolgo, ne? Le zimo pa zdaj, zdi se mi, da so imeli celo 7 tednov priprav. Ja, koliko si jim dal pa fraj? So imeli tudi fraj več kot mesec. Ja. Zato, ker se je hitro končal se je okrog 14. novembra, pa začeli smo menda okoli 10. januarja, skoraj 2 meseca, tako da so imeli oni kar en mesec prosto, potem pa so že začeli, ne. So dobivali po programu, tiste zadnje 3 tedne, uvertura, kilometraža, moč, da so prišli nekje na 60-70%. Tu, da smo lahko mi začeli takoj že proces. Normalno delaš, ja. Tako. Tako da,
Ja, mislim, jaz od tega ne odstopam. Se pravi, pauza, jutri dobijo, naprimer, mi 12. začnemo, ne? Zdaj je bilo 10 dni prosto, jutri dobijo program. Se pravi, imajo še 10 dni, preden začnemo, bodo zopet, da nafilajo noge, veliko ne bodo zgubili bodo nekje 30%. Še toliko vprašanje. Ja. Bolj je emocionalna baza, zdaj je problematična, verjetno. Ne? Tako da bomo mi lahko 12. takoj šli v ritem treningov in pa seveda takoj v tekme. Vse bit tega so tekme, ne? Ja, ne, ta del je meni vedno zelo zabaven, ker se pogovarjajo z nekom, ko ni v nogometu. Ne? Ja, fuzbalerjem je fajn. Ne? Ja, dej poštederi, končajo prvenstvo, en teden, 10 dni, ponovadi so že vsi na nekih individualnih trenažnih procesih, ne? Da še, če že želi kdo ali pa če ima kdo na tak način urejeno, pa se bo že zelo hitro priprave in ko bojo nekateri šele na morje šli, se bo že igral drug ali pa tretji krog. Ne? Dej reči, kako pa ti rešuješ individualne zadeve, če ima kdo individualne trenerje? Koliko imate to, ali pa računaš, da boš v prihodnje reševal, no? Če do zdaj nisi? Trenutno ni nobenega, ki bi imel nekega individualnega trenerja. Vse se da reševati s pogovorom med trenerskim štabom in individualnim trenerjem. Če se to ne da, boš pa kaznovan. Jo, prosti. Delo boš, kdo te plačuje? Ja, klub, normalno. Klub. Se pravi, igraš za klub. Se pravi, delo boš, po pogodbi ti piše. Pa imate ta pravilnik vi usklajen. Se pravi, tudi glede individualnih. Ker vem, da prvoligaši imajo pač vsem dost teh težav. Ne? Mislim, težav na eni strani. Imel sem tudi jaz težave s tem. Seveda so se pojavljale težave v prvi ligi s fanti. Se pravi, jaz ne delam očitno dovolj. A me razumeš? Mi treniramo, naprimer, po loadu, rekel si prej, med 2,5 pa 3, ne? Mi delamo pa 3,5, ajde. Se pravi, ne delam dost. On še more dodatno delati. A me razumeš? Ja, zdaj tu smo zelo različni. Ne? Zdaj, tudi mi dva vemo, da določene stvari bomo verjetno prišla, ne vem, zdaj karikiral, Simon Rožman je pač najn tudi prijatelj, smo se glede fitnessa 10 let rečemo bodla, ne? Zdaj je bil Kunaver, rečemo, pri nas v oddaji tudi, ne? Zdaj, kaj im je prvi cilj fitness graditi, zato ker pač ne bo več, kot kaže, tudi samo ugotavljam, da ne bo šel mim tega več. Zdaj, ravno smo se pogovarjali, tudi Dinamo dol, ne? Balon, se oni nimajo onih trenažerjev, da ne bo pomote, ne? Oni imajo bokse, kettlebelle, proste uteži, kletke, in zdaj tudi dol, ko smo bili še na snemanju, pa pol še enkrat smo šli eno drugo zadevo, sem bil pač v bistvu povabljen gost od Masleše, ko je šel dol in predstavljal ten program motorična, so imeli tam zraven trening, in vidiš, to pač ni, tudi so bili kadeti, mladinci in so redno že na otežeji gor. Ne? Absolutno, jaz se strinjam. Individualno se lahko trenira. Ja. Ampak kdaj? Vprašanje je zdaj, kdaj? No, se pravi, razumem, če ta osebni trener igralca ne sodeluje z nami, kako mu bomo mi dovolili? Mi lahko, ampak potem more naš kondicijski vedeti, kaj je delo in povedati, kdaj lahko on dela to. Če mora ojačati zadnjo ložo, ok, ve se, kdaj bo delo moč zadnje lože, kdaj bomo mi delali, kdaj bo lahko on pritisnil. Vse te stvari, komunikacija je važna. Dobiš pa ni problema. Seveda, kdo pa pravi, da ti ne smeš delati? Ne, izhajam iz tega, ko si rekel, če jaz imam 3,5 loada, zakaj ti še rabiš več? Govorim pač samo, da bi želel nekaj drugega, a veš, koliko se mora zdaj to te predstaviti ali pa kondicijskemu, zato da se... Če je ta osebni trener pravi, ne me narobe razumeti, pravi, ne sam tis, ko ti denar vzame, pravi, potem se ti bo posvetil, da tudi ko boš ti imel težji trening, boš ti lahko naredil tudi pri njemu neki, pa se ne boš dodatno toliko trudil. Zato, ker se bo on poglobil za tebe. Če bo pa to nekdo, zdaj bom pa jaz imel, naprimer, jaz imam trening popoldne, on bo zjutraj šel, bo tam delal eksplozivnost, jaz imam popoldne šel trening. S kakimi mišicami bo prišel na šel? Ja,
Ali pa bo delal, ali pa bo Ja, delal riziko moč. poškodb vemo, kak je. Seveda. Ne, jaz razumem ta del. Mislim, da ko sem prej ravno Simona pa Domžale omenil, mislim, da oni imajo zdaj tako, da se nekje usklajuje, Kunavere usklajuje program z individualnimi in tole ne, tole ja, prosim, tole takrat, tole pa takrat. Kaj je nam cilj? Nam je cilj vedno igralec. Ja, da bo to pripravljeno. Tako, mi moramo poskrbeti in z naše strani in z njihove strani, se pravi osebnega trenerja, da bo on top. Samo to. Saj nisem to. Imaš pa prehrano pol. Naprimer, meni igralec dosega neko brzino, kar naenkrat ne gre več čez 30. Ko je z njim? Ne gre. Ko da Rik Verslaufa celo tekmo. Nobene brzine. A igra bočnega. Razumeš? Hida ima dost. Ni pa nobene brzine. Kaj je s tobo? Ja, sem spremenil prehrano. Kako prehrano? Ja. Razumeš? Kar naenkrat. Ja, pol vidiš postopoma, ne? Najprej je malo odpora do tega, no pol je pa zopet začel malo, pa vidiš, lega. Mende pa se spet malo cukra, ja, take stvari, ne. Ne, imaš, ogromno, ne. Ogromno je teh, bom rekel, v nogometu ljudi, ki hočejo neko zgodbo igralcem prodati. Igralci še niso toliko izkušeni, da bi to znalo odreagirati. Ne obrnejo se pa potem na tebe kot trenerja, da podebatiraš. Vse mi nismo, Čeprav jaz tudi mislim, da je malo neznanja tudi teh ljudi okrog, pa nič nočem zdaj koga žaliti, ampak da kak implementirati, se pravi znanje, ki ga on ima, da bo smiselno. Ne samo, da bo pač, ne vem, lepo zgledal. Seveda, jaz pridem v Aluminij in začnemo spomladanski del. In gremo jesti v restauracijo, ker se jedli, in jaz vprašam, kaj fantje jejo. To, ja, pa si vzamejo pol 3 palačinke za domov, pa tortico, pa to. Aha, so fajn. Ok. Z našim jedilnik. Policijskim, ja, sedemo, treba narediti jedilnik. Ker naenkrat so imeli na izbiro 10 stvari. 10 stvari 14 dni. Lahko zbirajo samo tole. Tako, pa 10. Potem smo jim spremenili, po 5 smo jim spremenjali, 5 novih, pa 5 daš stran. V glavnem, imeli smo 20 stvari, ki so krožile. To govoriš za kosila, rečemo pretekmo ali pa kaj dajega? Tudi ko so imeli kosila pa večerje. Aha, ja, se pravi, govoriš v tem, ko ste imeli, rečemo 2 treninga, ne? Pa ne, igralci v Aluminiju... si ti že imel zajtrke, rečemo skupaj? Ja, jaz sem začel z skupnimi zajtrki. To je obveza bila. Skupni zajtrk. Tam je tudi se vedlo, kaj se lahko je, pa kaj ne. To, vsi smo imeli, prišli smo tja, bilo je pripravljeno posebej za nas, skupne zajtrke, potem 1 ura pa pol do treninga, kjer je časa za pogovore, za analize. To bo zdaj tudi tu uvedel, verjetno. Bi si želel, ja. Še ne veš, če bo šlo, kaj? Rekli šefi. Mic po mic, korak po korak. Ja, ni nam to zdaj prioriteta, ne. Ja, ampak drugo leto, mislim, leto si ti treniral ob 11. Ja, mi smo zjutraj trenirali. Ste že bili unmo, se pravi, kaj vemo, 11 je nekaj idealno. Pozim smo dali še igralca, ki bi nam mogoče lahko pomagal v spomladanskem delu, kaj smo se odločili, da bomo pač šli na razen zaradi tega, ker je delo. Ja, ker ni mogel ob 11 trenirati, ja. Je, ampak je prlaufo na trening, pa šel v službo, pa je prlaufo na trening, pa šel v službo. Ja. In ni dejal več tistega... Levičarsko. Tako. Zdaj sem grd rekel, pa se mu opravičujem, ampak je težko. Ja. Da končam prejšnjo zadevo, naprimer, ko smo sestavili jedilnik, ne, in pol čez 10 dni zopet vprašam, kaj pa fantje jejo, ne. In jedli skozi 2-3 hrane, ne. Noben ni jedel govedine, naprimer. Noben ni pojedel enkrat na teden rdečega mesa. Ja, okej, se rekel v redu, ne jejo. V redu, ne jejo to, kar hočejo. Ampak takrat, ko so imeli skupno kosilo, je bila vedno govedna. ali pa riba, ne? Ja. A veš? Ja, kako boš drugače? On ima to rad, ne? In oni so točno vedeli, da takrat, ko imamo pa skupno, ne? Ko sta pa 2 treninga, pa takrat, ko pridem pa jaz, so točno vedeli, da bodo mogli pojesti tisto stvar. Tisto, kar glavni trenerji. Tako da je bilo, ne? Bilo je malo smeha. Pa te je kdo kaj je spustil kako? Ne. Šefe, kamo dan sjedli? Mislim, je bilo, seveda, mislim, ampak neč kaj tak resno. Reč mi, da smo že kar v drugom polcajtu, tako da v šveda. Gre hiter. Ja, veš, to je ono ful zanimivo, ker vsakič, ko se pogovarjamo pa bomo rabili
dajma uro pa pol boš videl vprašanje, če ne bomo končali v podaljških. Ok, zdaj rečemo, če gledamo zdaj iz nekega ideala, kar je možno, pa, kaj bi ti, ali pa kako bi ti želel, da imaš zadevo v Rogaški urejeno. Vse normalno, ponovadi je vedno tako, vsaka stvar gre korak, zato tudi še vedno ne razumem, kljub temu, da smo videli, a je bil Maribor z Ligo prvakov, a je bil kjerkoli drugi klub, da bi tako rekel, ne? Ker Maribor je tak pač bil izrazit vedno, ali pa Mura iz druge v prvo je bilo vedno korak, ne? Da rabiš ti 3, 4, včasih 5 sezon za to, da priješ na nek, rečemo, idealno zadevo. In da vsaka sezona ti mora biti korak više, zato je tisto tudi, a imaš ti gro ekipe že zdaj, da je ne rabiš pol sestavljaš, pa ti sam 5 ostane, pa jih pol rabiš 15 novih, ker pol ni ista ekipa, ali pa ni ista duša, ali tudi igralci ne cenijo uvrstitev v prvo ligo, tok pa se tudi mogoče malo drugače pol borijo za vse skupaj. Zdaj, kaj bi ti, rečemo, da bi gledal idealno, tako kot smo rekla, ne? Upam, da bo imel zajtrk, pa da bo trening ob 11, pa skupno kosilo, pa kaj še tu zraven, rečemo. To bi bilo, naprimer, če se pogovarjamo o tem, bi to bilo idealno, zaradi tega, ker da to omogočiš igralcu, tudi se počuti kot profesionalc. Takrat je on, je ipak pa na igrišču nekje 6 ur, ne? Je tu v klubu, ne, pravzaprav. Od infrastrukture še kaj druga pogrešaš, rečemo. Zagotovo kako pomožno igrišče, ne? Pomožno igrišče, se moramo tule pač malo seliti po okoliških krajih, ampak so to dobra igrišča, nam to ni problem. Nimamo fitnessa tu, ne? Fitness imamo tu čez ta dvorana zraven je kaj noter? Ne, mi imamo fitness, imamo tule v steklarski šoli, nov fitness, odličen fitness, nam je na voljo, kdaj hočemo, in ga koristimo. Drugače pa jaz bi si veliko bolj želel kot to še 2 pomočnika. Ne, zdaj, mi v Sloveniji smo znani potem, da šparamo na kadru, na trenerskem kadru. Jaz moram biti in ate, in mama, in maser, in psiholog, sociolog, vse moram jaz biti. Koliko si imel ti kadra zdaj v drugi ligi? Ti, jaz trener vratarjev in še en pomočnik. Se pravi, 3 ste pelali vse, brez analitikov. Analitik si sam? Tako. Analitika smo imeli, nam je delal analizo nasprotne ekipe. Bivši pomočnik smo zadržali, ki je pol sezone šel, ampak nam je potem analizo delal naprej. Letos pa sigurno moramo razširiti kader, se pravi, razširili ga bomo, bom rekel, z enim takim multipraktikom, ko ima čez kondicijo, pa tudi lahko postori s kako masažo, pa bandažo. Jaz bi si želel še enega pomočnika o pomočniku, ki ga imam, ampak to bo po vsej vrednosti Mission Impossible, tako da bomo samo za enega razširili kader. Druga, imamo mi tu zelo dobro urejeno, imamo zdravstveno službo urejeno, imamo medical center v Podčetrtku, tako je vsaka poškodba, ultrazvok, dogovorjeno tudi magnetno resonanco, tako da smo tu hitri, terapije pa vse to deluje na prvoligaškem nivoju. Imamo tudi redno zaposlenega fizija, ki je nam na voljo skozi, kar je osnova. Vsak trening je tu. Tako. Prvi, ko javlja, kdo lahko trenira, pa pol ostaje. Prvi, največja gužba. Imamo zaposlenega ekonoma, urejevalca igrišč, tako da klub deluje na obratih, v približnih obratih. Bo pa sigurno v pisarni še potrebna kakšna dodatna moč. Tako sem rekel, v trenerskem štabu vsaj en trener. Čeprav mi tu v Sloveniji zelo podcenjujemo delo trenerjev. Mislim, s tem se sam srečuješ, tudi ne si videl. Kaj pa biti trener? Oba dva vemo, da prvi trener je veliko več se ukvarja s sociologijo pa s psihologijo kot s bilo čem drugim. Sej najbolj važno je, da jih imaš ti, da so pripravljeni igrati za tebe, da te poslušajo in da jih lahko vodiš.
to pa ni kvaliteta treninga, ne? Ampak je kvaliteta človeka, ne? Koliko si sposoben si jih obračati. To me je ful zanimivo, ne? Ko si rekel, ne? Ni trte mrtve, v garderobi ni telefonov, ni glasbe, verjetno tudi ščitniki na igrišču, ne vem. Seveda. Me razumeš, ne? In koliko je včasih težko priti do tega nivoja, težko bom rekel tako, ne? Kad ti pol pride lahko predsednik ali pa nek sponzor, pa se ne rabijo, pa se je v redu. Koliko se ti v bistvu z ljudmi okoli, ki niso del stroke, ne, moraš ukvarjati, ker, ne vem, zdaj spet karikiral, lahko si ti v nekem klubu, pa imaš kadetsko ekipo, se noben drug nima. Ne. In moraš priti zato ko zdaj govorim, ne. Jaz ne verjamem, da si ti v tujini igral, treniral brez ščitnikov. Ne. Vem, da Maribor... Sam en teden. Ja. Ampak hoče reči, vem, da Maribor, ne, ko sta bila Mertl pa File tu, ne, ja, ni bilo, ne. Vsak trening so ščitniki. Vem tudi, ne vem, pri ostalih trenerjih, ja, je kaka ševica bila, kdaj pa kaj tajega, ne. Ampak ko je trening, če ti hočeš iti v del, moraš imeti ščitnike gori, to je to. Vezno oprema, se ve. Tako boš, v taki opremi, ko boš ti na tekmi, v taki opremi ti treneri. Lej, prej si rekel, ne, da je vpliv okolice lahko velik, ne? Ja. Ne, da ti bo prišel predsednik, pa da ti bo prišel eden, pa bo rekel to. Ja, jaz mislim, da nas največji problemi čakajo. Zdaj ni bilo problema v drugi ligi, ne? Ja ne, lej, mi smo si, lej, je smešno, ampak jaz se zavedam, kaj nas čaka. Zato, ker zdaj ne bomo mi, kot Rogaška, kot klub, v zmagovitem nizu. Komu sreče, ne, da bomo v zmagovitem nizu, ampak bo veliko teže, ne. Bo več porazov, kot bo lani, ne. Se pravi, bo več slabe vole okolice. Zdaj, mi smo imeli dogovor in smo se ga vsi lepo držali. Vse ne hodi v garderobo, razen takrat, ko se zmenimo, da gre kdo v garderobo. Garderoba je sveta stvar. Garderoba... Naj bi bila, ja. Tam delamo. Trenerji, igravci, to je to. Predsednik mora pa vprašati, če lahko gre noter. Lej, dobro, ok. Malo karikiram. Ja, no, lej, seveda pride predsednik noter, normalno, da pride. Treba včasih tudi dati kako, mora se pokazati, pa dati spodbudo, ja. Če treba včasih kaj reči, mora tudi povedati, se je on predsednik. Ja, ampak čim manj ne. Ja, rite mora biti. Ja. Zdaj se pa začnejo problemi za nas. Če bi bil ti vesel kajega psihologa, da bi ga imel tako v klubu? Absolutno. Psiholog, fantje se več zaupajo njemu kot meni. 100%. Zaradi tega, ker on je tu doma. On najde način, kako se mu bo igralec odprl. On najde način, kako priti do njegove sredice, bom rekel. Jaz včasih ne oberem najboljšo pot, ne? Včasih si prenežen, včasih pa preagresivno. Ja, ampak tudi, ipak jaz sem šef, ne? Ja. Ne bo se mi igralec. Zdaj, če druga liga še bila nekje kar malo po prijateljski bazi, tak, ne? Ja, zdaj ni več prijateljske baze, ne? Zdaj pa nov list, ne? Zdaj pa prva liga. Je pa veliko bolj profesionalna baza, ne? Tu pa ni več prostora za neko ujčkanje, pa čakanje, pa vse se bo spremenil. Ja, ne bo se spremenil. Če je tak, se ne bo spremenil. Ne? Redko kiri, no? Da to naredijo. Absolutno, psiholog. Ker se mi zdi, da zdaj bo zelo pomembna pač ta uravnilovka, da bo on razumel, da je v istem rangu tekmovanja, kot so ostali, in da mora tudi nastopati na tak način, ne da si kot favorit na eni strani, ampak na drugi strani lahko premagaš kogarkoli. Ne? In koliko je ta psihologija, to meni zanimivo, kako se funkcionirati. Že ko smo šli iz Krškega, smo se pogovarjali, jaz sem vprašal, veste, kaj bo zdaj naš največji problem. Kako v pripravah pripraviti fante mentalno, da to ni taka velika razlika, da to ni strah, da to ni zdaj, ko bomo nekam šli igrati, da moramo isto nastopati, prešaltati v glavi, da druga liga, še kar naprej igrajo v drugi ligi. Če ti to pomaga.
Sicer si v prvi ligi, glavo me pa v drugi ligi, da boš igral isto. Da si sam sebe, da zaupaš. Tako, prepričati moraš. Zdaj pa, bom jaz uspel brez psihologa, pa sociologa to narediti. Ja, ne, zdaj pa... Možno je, ni pa Možno nujno, je. ja. Zdaj smo pa tam, ne? Ko moramo šparati na določenih stvareh. Ne? Kje se špara? Ja, špara se na kadru. Špara se na kadru v pripravi za te igralce. Se na koncu je rezultat. Ampak rezultat je pa odvisen mogoče tudi od psihologa pa od sociologa. Se nimajo slučajno velike ekipe po 3-4 sociologe redno zaposlene, da so skozi na voljo fantom iz mladinskega pogona, tudi članskemu igralcu pa take stvari. Sej greš okol, ne, po svetu, pa vidiš, ne, da je to sestavni del. Ampak pri nas še to ni prišlo tako daleč, razen v določenih klubih. Ne. Določeni že imajo to, vprašanje pa, če bomo mi imeli. No. Veš, kaj je meni zanimivo, ne? Da en in isti igralec, ne, je, zdaj bom rekel, a ima dres Rogaške ali ima pa dres Maribora, bo funkcioniral drugače, zaradi tega, ker ko je obleko neki ali pa ko se postavil v neko drugo vlogo, drugače funkcionira. Zdaj, na koncu lahko tudi tebe vprašam, ti si tudi naredil prestop v Maribor, ne? A si ti takrat občutil, da si ti več in si drugače funkcioniral in si bolj bil pripravljen že zaradi tega, ker igraš za Maribor zmagovati, ali ti je bilo isto? Ne bom rekel, da je isto igra za Korotan takrat v prvi ligi ali pa za Maribor. No, sej zato, to se bom zlagal. Vseeno, ko je ljudski vrst zadonev, te je nesl. Ne? V ekipi si imel izkušene igralce Matjaža, ne? Keka, Žurmana, Židana, Fricla, ni bilo pardona, ne? Se so oni vodili slačilnico, se ni noben trener, tega ti bil trener Prašnikar, se je Bojan, kaj je rabo, on je imel, ja, ampak ko je Kek za Bento, ja, ne, naprimer, jaz sem doživel to, da, naprimer, ko sem prišel v Maribor, jaz se nisem preoblačil z njimi. Si še nisi zaslužil, kaj? Tako, jaz sem svojega droga, ja, smešno, ne, 12, 13 jih je bilo, 12, 13 jih je bilo, ne, so bili v svoji garderobi, ne? Mi, ko smo prišli, pa neki mladi, pa neki tujci, so bili pa v svoji garderobi. In ko sem jaz dal v 2 tekmah 6 golov, je ravno Matjaž prišel v garderobo, vzel stvari, rekel, mali pet z mano, sta imela tam skrižano menih 7-8 haklov, križana predstavo, je dal mene vmes, rekel, zdaj naprej si tu. No, in tak sem jaz... Zdaj si zaslužil, ne? Tako, tak sem jaz prišel potem. In ko je on to naredil, ne moreš vedeti, kako sem jaz samozavesten igratelj. To je bilo, to je pri meni takrat v istem momentu bila prelomnica. Kaj boš ti zdaj, rečemo, ta moment spravil v svojo garderobo v nekaj Rogaška lahko? Mi moramo gledati samo, da bomo dobili igralce lačne uspeha. Željne. Da bojo verjeli, da se lahko dokažejo. Tako. Absolutno rabimo izkušene igralce. Ampak to so izkušeni igralci, ki morajo biti lideri. To so izkušeni igralci, ki imajo karakter, ki se bo tudi, če bo potrebno, da se bo stepil na igrišču. Da bo stopil za ekipo, ne da mi bo šminkiral na igrišču. Takih mi ne rabimo, Rogaška takih ne rabi. Jih nismo imeli v drugi ligi, pa jih ne bomo imeli v prvi ligi. Ker tisti, ki bo to delo, bo hmal šel. Čisto enostavno. Mi vemo, kaj nas čaka gor, vemo, kaj moramo pripeljati, kaj je naša želja, koliko bomo pa mi uspešni v tem, bo pokazal čas, pa rezultat potem. Boš ti v bistvu butasto vprašanje, verjetno noš kaj veliko spreminjal ritma dela, ko si ga do zdaj imel, ne? Ja. Ali računaš, da še kaj dodajo zraven? Ne. Kak je tvoj idealni ritem, dej? To gremo ponavadi čez, tako s trenerji, sobota, če je sobota tekma, kaj ti računaš prvo ligo, kaj zdaj Nedelja, regeneracija. Kljub temu, da smo imeli 20 trenerjev tu, vsak ima neko svojo specifiko, me je ful zanimivo. Nedelja, regeneracija, ponedeljek prosto, torek 2, sreda, četrtek, petek. Prvo vprašanje, to gremo zdaj počasne. Sobota je tekma, kaj češ ti igral večerno tekmo v Mariboru? Ja. Pa se boš vrnil domov polnoči. Pa vemo, da ne boš ne ti zaspal do 3-4 zjutraj na igravci, ne? Boš vse naredil zjutraj trening, regeneracijo. Vseeno. Zakaj? Morajo se razlaufati. Ne da je to utrujenost veni sebe, masaža,
imajo potem en dan pa pol časa za počitek. 7 dan je prosto. Butasto vprašanje, ampak mi je bilo ful zanimivo, ko smo zdaj imeli z Goren Stankovičem, ko smo bili v Šturmu Gor, ne, je rekel, oni imajo kolesa takoj zraven v garderobi. Ne. Ja, saj vem, ne. Rečemo v Zagrebu, ko smo bili kadeti mladinci na domačih tekmah, grejo takoj v fitness, rečemo, ne, po tekmi. Ne. Pa potem v bistvu skrajšajo že takoj regeneracijo, ko grejo takoj v druge obrate in že v bistvu po tekmi pučejo. Ne. Moja regeneracija ni standardna regeneracija. Aha, ok. Jaz delam moč zgornjega dela telesa na regeneraciji. Zdaj ti daš v fitness, moč. Ja, pa naredimo postaje zunaj. Aha, ok. Plus tek, ampak dva kroga naredimo. To je idealen čas, da naredimo moč. Moč si bolj na repetitivni ali si na ponovitev? Ne, na število ponovitev v določenem času. Lepo. Aha. Tako, osnovna moč. Aha, ok. Osnovna moč, nič eksplozivnega. Torek je prost. Ponedeljek je prost. Ponedeljek je prost, ja, nedela regeneracija. Torek začnemo z osnovno močjo. Imaš 2. Imam 2 krajša. Zjutraj jih zbudiš. Tako, zjutraj se veš, po prostem dnevu prvi trening je izgubljen trening. Ja. To se vsi trenerji borijo. Ja. Moč plus neka tehnika v gibanju, nič dolgega, uro 10. In pa popoldne potem po vsej verjetnosti igra v prostoru. Ne, in potem že kar 6-7 igralcev, manjše skupine. Ja, zdaj odvisno. To me zanima, greš, tako je rekel Krznar, greš v ekstenzijo, da imaš velik tek, a greš bolj v intenzivo že? Ne, v torek je še, da se raztečejo tako, bolj vzdržljivostno, daljša časovna obdobja, pa manjše igrišče, recimo, malo manjš, 5-5, 6-6, 5-5+1, določene igre, držanja žoge, prehodov, ne. Ja. Sreda mi je potem udarna, se pravi tam Visoko intenzivna. Visoka intenzivnost. 2-2. Tako, borbene, accelerationi, deceleration'i. Ja. V četrtek je potem... V sredo imaš tudi 2 ali samega? Ne, samega. Enega daljšega. Pa niti ni tako dolg, zaradi tega, ker sta že prej bila prejšnji dan 2. Ja, ok. Ne bomo, ne, in potem četrtek že gremo. Ne. Petek malo dvigneš. Taktika, petek je šprica, pa prekinitve. Pa krajši tudi. Tako, pa krajše, pa mislim, oske taktične stvari. Ko si rekel, gremo dol v četrtek, koliko vse rečemo ti preteče na treningu, rečemo igralci? CCA, ampak to vse en pol naredi 5 km. Ja, jih naredi. Ja. Ja, jih naredi, ampak to ni... Če hočeš novne 3 pa pol prita. Ja, ne, je, ampak to so bolj, tu se že usmerja, to je že usmerjen trening, osko usmerjen trening na nasprotnika, ne. Četrtek, petek, tu so taktične stvari, je veliko stavljanja, je veliko popravljanja, komuniciranja, postavljanja, z manj igre na konc, ne. Ja, z igro, ampak preko treninga je že... In pa potem petek, oska tista taktika, priprava, šprica, aktivacija, plus hitro ponovimo taktične zadeve. Okay. Še vedno to naredimo ponovadi, ker v fazi ogrevanja, fazo branjenja. Ne, fazo branjenja, postavitev, ja, in v ogrevanju, in tam stopnjujemo ogrevanje ponovadi. Potem faza napada, malo igre, prekinitve in konec. Imaš ti v osnovi svoje igre postavljeno, ne vem, osnovo, pa pol greš v to 5-6 izpeljan glede na nasprotnika, ali se vsako tekmo posebej na nasprotnika pripravljaš? Mi smo letos bili v drugi ligi sigurno najbolj kompletna ekipa. Mi smo lahko v sami tekmi spremenili 2 ali pa imamo natrenirane 2-3 sisteme. Glede potem včasih te preseneti nasprotnik, da se znaš ti odzvati. Mi nismo igrali skozi v istem sistemu. Mi smo na primer problem spomladi, mi smo izgubili Mussolina, ofenzivnega veznega, in nismo najdli takega tipa igralca. Pač pripeljali smo enega estonskega fanta, ki ni odreagiral tako, si računa, da bo sprememba okolja in se ti to lahko zgodi. 2-3-1 id v 3-4-3.
ali pa v 3-5-2. Se pravi, smo morali prilagoditi sistem kvaliteti igralcev. Ne? Ampak tudi, ko smo šli v 3-5-2, nismo šli z ofenzivnim veznim ali pa zadnjim veznim. Ampak smo imeli tako, rekel, 3 centralne vezne. A si ti lahko spreminjal znotraj tekme to? Ja, lahko je. Ko se pogovarjam, tudi ne. Jaz sem rad polivalentne igralce. Tu smo mi Slovenci zelo zahtevni, ker zelo velikokrat obračamo, kakor jaz ugotavljam, ne, da tudi trenerji, ko prihajajo, tako sem prej pač Krznarja omenil, ne, so kar presenečeni, koliko taktično je zahtevno, ker se doskrat obrača postavitev znotraj tekme in je v tem treba malo loviti. Ne. Se ti obračaš, sta 2 napadalca, 1 napadalec, greš ti 3 ali 2? Odvisno, bom rekel, kako oni. Zdaj v prvi ligi bo vse veliko jasnejš. Lažje analiziraš kot drugo ligo. Lej, v drugi ligi. Bolj konstantni so igralci. Tako. Ne? V drugi ligi tudi izkoriščaš, nikoli nista 2, bom rekel, štoparja v eni ekipi podobno dobra, ne? Razno v 4-5 ekipih. In izkoriščaš tiste slabosti. In če treba iti zdajma, greš zdajma. Gremo zdajma, se prilagodimo, gremo zdajma. Če z enim, če dovolj z enim. Lej, nismo imeli v tem problem. Mi smo na primer jeseni igrali skozi v 4-2-3-1, ampak ko smo šli v Aluminij, smo igrali v 3-6-1. Ja, enostavno, oni so imeli probleme z to širino, ko smo šli mi v linijo 3, probleme z pokrivanjem, niso se nam prilagodili in smo potem lahko zaradi tega obrnali tekmo. Ne? Mislim, če bi mi trenirali samo en sistem, ni osnovni pogoj, da bi... Ravno to sem te prej vprašal, ne? A imaš ti, rečemo, v osnovi, ko že pripravljaš, ne, rečemo sezono, imaš, ne vem, 3-4 izpeljanke, na kak način boš ali razporejal ali pa prehajal. Ker to je, rečemo, pač pri Milaniču mi je bilo, moram reči, da zelo fascinantno. On pač osnova je osnova in iz tega imamo zdaj mi izpeljanko, te 4-5 izpeljank mi imamo in potem, ko prije pa ta teden, ko igram, ne vem, Aluminij ali ne vem, bo zdaj Maribor, ne, pol pa se ve, ta izpeljanka je primarna, ta izpeljanka je sekundarna in se zelo hitri igralci tudi prilagajajo. Mi, če treniramo, na primer 4-3-3, pa imaš enega zadnjega veznega, se ti v izhodu lahko greš v linijo 3. Greš v 3-4-3, zadnjega veznega spustiš, pa si tako v 3-4-3. Če je dosti kvalitetna, lahko tam igra. Ja, moraš imeti polivalentne igralce. Ja. Zdaj, če boš videl, da oni igrajo samo z enim, ti brez veze ga spuščati, ne? Razen, če imaš take štoparje, da ti bodo lahko šli, potegnali žogo, da ti bodo razigrali in boš prišel veliko lažje, boš to svojo širino, potem s 3 zadaj, pa s širino gor, boš veliko lažje prihajal, ne? Če te bodo osko pokrili, boš imel prostor na strani, če te ne bodo pokrili dosti osko, boš imel pa direktno žogo, ker imaš na 2 noter potegneš vingerja, ne? Mislim, to so taktične ideje, ampak treba jih je pa trenirati. Zdaj, če mi to ne bomo trenirali, pa če ne bomo trenirali presije po izgubljeni žogi, pa če ne bomo kaj bo? Ne, imamo, saj jaz imam tak, no, vedno pripravljen A, B pa C plan, da se ve, kako se odzovemo, ne. Tudi, moraš biti pripravljen. Je to tudi prej pisarna, prvo pisarna ali pač garderoba, sestanek, se razlaga, da oni tudi razumejo te stvari, pa pol gre ven. Treninge ti snemaš? Ja, tudi ja. Imate vaš čas, treninge. Ne vse, specifične. Sploh, bom rekel, te vzdržljivostne. Se pravi, ko rabimo kilometražo. Igro v malo večjem prostoru na 4 gole, pa te stvari. Ful fajn pokazati igralcu, naprimer, kako se on giba, po udani žogi, nadaljuje gibanje, sprejem v gibanje. Imaš pa nekatere, ko se šotor postavi v neki igrišča in tam, pa še pa najbolj pametni, pa zakaj mi ne daš, vse treninge ne snemamo, ker kamera gre tudi za kadete, pa gre za mladino, pa ne, vedno ni na voljo. Drugač pa ja, veliko uporabljamo video analize. Jaz zelo rad uporabljam, bom rekel, izseke, no, iz teh tekm, highlighte. Ne? V highlightih se pravzaprav največ vidi. Od napake obrambe in do kvalitete napada. Se pravi,
ponavadi bo neka napaka se zgodila v obrambi, da bodo oni dosegli gol, razen če ni to šut iz 25 metrov rašle. Kako so pa sprejeli, rečemo, video analize igravci? Na začetku... Nisem jih nič vprašal zaradi tega, ker so ne. Zdaj vem, ampak vsem, ko se mi ves čas pogovarjamo o tem, meni je všeč, da ne bo pomote, da pač ti rečeš tak je in tak bo, ne? Ampak vedno se vmes pač pogovarjamo tudi, koliko so igravci zadovoljni, ne? Zdaj, da tam tako vprašal, kako si ti sprejemal video analize, ne? Mi dva smo celo bila v enem obdobju, ker sem jaz bil pomočnik, ne? Lej, igravc to drugače gleda. Čist, on je ne moramo se veš, trener pa igravc se ne morata primerjati. Mi smo, naprimer, takrat so bile video analize za nas nekaj novega, ne? Mi smo bili takrat starejši igravci. Pa dolge, pa. Tako, ne, pa je bila analiza, smo gledali 45 minut, zdaj so analize 10-12 minutne, to gre hiter. Se tudi razvleče, ker ustaviš, ne. Ampak, kar jaz želim vedno, je to, da mi vidimo svoje napake. Da vidimo svoje napake, zaključimo pa vedno z dobrimi stvarmi našimi. A ti igravci že kaj sami hočejo tudi gledati stvari? Ja, vpraša trener, zanima me, kako jaz nisem tam gola mogel dati, kaj je bilo, zakaj sem jaz tam bil v offside-u, kaj sem narobe naredil. Ja, začnejo spraševati. Ker to mi je tudi bilo zanimivo, ne, zdaj v šturmu noter, sem jaz vprašal Jona, čuj, kolikrat pa imate video analize, pa teko, no, kako to misliš, kolikrat imamo video analize, ne? Video analize vsak dan, ne? Vsak dan je en del. Se drobi, ne? Kar je mene fasciniralo, jaz sem bil naprimer v Wolverhamptonu 10 dni, ne? Kar je mene fasciniralo v njihovi šoli je bilo to, da naprimer njihova U15 naslednji dan imajo to računalniško sobo in oni pridejo, igravci, ki so igrali. Levi bek ima en računalnik, CD, Central Defender, Central Right Back, odvisno kako igrajo, Wing Back, oni so igrali v trojki. Pa trenerjo je to dost, ne? Ja, ampak on ima pripravljeno analizo. Ja. Ne? Individualno, ja. Individualno. In on se pogleda. In kar je meni bilo najbolj to, da on mora po vsaki analizi napisati še svojo analizo. Aha, ja. Da ima tudi, bom rekel, samo kritiko. Ne? In tam ti vidiš, tam ga pa spoznaš, ne? Ali je on zagrenjen, ali se ne ceni, ali se preveč ceni, vse ga vidiš, ko to prebereš, ne? Nekateri naredijo nobene napake, je rekel, ne, že pri 15-ki. Je rekel, so imeli enega defenderja, ne, je 2 tekmi naredil dve take napake, ampak je vseh pri drugih iskal napake. Ni najdel, on ni videl svojo napako, ampak mu je bil kriv, 3 podaje prej so mu bile krive, ne. Tako da analize morajo biti za tega, ker tam mu pokažeš, ne. Veš, igravci je pameten. Ja, pa tudi vidiš pol, koliko on razume, ne? Seveda, pa igravci je pameten, ni bilo tako. To pomeni, da letos čaka tvoje igravce, da bojo mogli sami pripravljati analizo nasprotnika, pa kako se jih loti. Ne, to ne. Imamo pa, seveda, pa po določene stvari pa moramo videti, pa moramo videti naše napake in moramo pa videti tudi naše dobre stvari. Se pravi, zadetke, poteze, postavitev, reakcijo. Meni je najbolj važna postavitev ob izgubljeni žogi. To skozi fokus na to. Se pravi, kak je tvoja ekipa postavljena v trenutku izgubljene žoge in reakcija potem? In reakcija potem. Da prevedemo oni, ko se še učijo. Ja, no, tu smo imeli strašne probleme. Ker nam je obramba šla takoj nazaj. Tvoja filozofija je vseeno, se pravi to, 10-12 metrov razdalje tudi v fazi napada, da lahko po izgubljeni žogi čim hitreje. Mi moramo imeti pozicijo, mi moramo biti vsaj s 5 za žogo. Za žogo. Za žogo. In to ne, da mi potem, ko je žoga izgubljena, da mi gremo nazaj. Ne, naprej, vsi gremo naprej. Nisem mogel pripraviti obrambnih lep čas, da bi samozavestno napadali špico tudi na njihovi polovici. Ne, je bilo takojšnje umikanje. Če se pa ti takoj umikaš, ne, daješ pa njim ful prostora, če so hitrejši. Ne. Kar bo zagotovo ena špica, bo hitra, ne? Tako, pa če se ti bok vključi ali pa winger vključi, pa je on hitrejši, ja, hvala lepa, ne, pa pridejo potem v 2-2, 3-3, kvaliteta pa izkoristijo.
Dobro, imamo, veš, vsak trener ima svoje zakonitosti. Je pa pressing je pa eden od tistih stvari, ki pa moraš imeti uigrano reakcijo. Jaz bi tu, ko si omenil prej že, ne, da pri kameri, da ne moreš imeti vedno ti, da imajo tudi pač mlajše kategorije, ne, da se uporabljajo. Zdaj, če bi tu mal preskoka vse naredila, koliko ti ocenjuješ, da je nujno, da mladinski pogon pa člani sodelujejo med en z drugim? Znotraj kluba, govorim. Ja, to, da tu imamo zelo različna mnenja, ne, spet trenerji vemo, ko se pogovarjamo, ker meni je vseeno fascinantno to, ne, da Dinamo redno daje mladince lahko za prvo moštvo, rečemo, zdaj da ne kdo kaj jezen, rečemo Olimpija, Maribor jih dajeta bolj mal, ne. V Celu oba vema, da takrat, ko so bila slaba leta finančna, ne, takrat je 5-6 igralcev lahko igralo za kar naenkrat iz mladinske šole za člane. Zdajle bo zelo težko, verjetno kdo prišel gor, glede na to, kak je celotna zadeva nastavljena. Na drugi strani pa gledaš, ne vem, ali je City, ali je Liverpool, ko sta rečemo zdaj v zadnjem cajtu bila v Angliji neki top, ne, lahko pa vsako leto nek nov mlad pride, 18, 19, 20 let star, ne. Ja, za koliko časa? Tekmi je odigral v Cityju levi bok. 4, ne? So dali onega stran Zinčenka, pa so rekli, bomo na njemu gradili, ne? Pa je odigral naprimer 4 tekme. Ampak vsem dobivajo priložnost, pa jih bo mogoče posodili, pa se bo vračal nazaj, pa tako naprej. Levi bek 4 tekme, sigurno, ne? Ja. Ne, lej, jaz gledam to govorim predvsem ta povezava, ne? Absolutno. Mora biti komunikacija. Zdaj je pa usmerjenost kluba. Nekateri klubi, ki so finančno močni, načeloma, a potrebujejo mladinski pogon? A me razumeš? A potrebujejo... Ne, to smo se že pogovarjali. Načeloma ne. Ne potrebujejo top mladinskega pogona. Če bodo kaj naredili, je toliko velik plus. Če pa ne bodo naredili, je bodo pa kupili. Klubi, ki pa niso finančno tako močni, pa potrebujejo mladinski pogon. Ampak Barcelona bo vedno želela iz svojega mladinskega pogona nekaj dobiti. Ne? Sigurno. Super. Se pravim, ja. Oni imajo tako usmerjenost. Ja, Real nima take usmerjenosti, ne? Arsenal ima to usmerjenost, ne? Je saj imel, ne? Kaj jaz vem, Chelsea nima take usmerjenosti, ne? Na koncu rečemo, če gledaš pa ne, bivšo Jugo, ne, Partizan pa Dinamo bo ta vedno to imela, ne, in bo ta vedno pač proizvedla, se pravi, ker je to že so valilnica talentov. Ja. Zaradi tega, ker imajo oni, to je pač njihova filozofija, njihov scouting je razširjen tudi mogoče po drugih državah in iščejo top in potem s temi top igravci tudi maksimalno delajo. In če pride iz generacije eden ven, ne, je za njih super. Pa pride ta po vse vrednosti 2 ali pa 3, Dinamo bo vedno lahko dal, ne. Vedno bo dal, pa evropska tekma pa to. Pa ne, meni je več fascinantno, ker se priključujejo v člane in v članih odigrajo sezono 2, 3 in potem se pač zelo... Sam lej, oni imajo, sam si rekel, ne, oni grejo, oni imajo svojo ligo, pa grejo gor odigrati z Angleži. Imajo angleško ligo, prav Premier League je za... Pa imajo turnirje, ne, pa imajo ligo prvakov, naprimer, ne. Sej količina tekem težkih je ključna. Mi smo pa zdaj v prvi ligi, pa imamo mladinski pogon v MNZ-ju. No, to sem zdaj hotel vprašati. Zdaj pa nogometna zveza nam pa diktira, kaj moramo imeti. Ja, ne morem jaz iz mojega pogona gor pripeljati. Kako? Dajte mi razložiti ljudje na nogometni zvezi, kako jaz moram kupiti. Se pravi, spet si me spravil v strošek. Strošek, nič mi ne daš, a stroške mi daješ. Nič mi pa ne daš. V bistvu te hoče prisiliti, da boš moral ti od spodaj nekaj narediti za to, da boš si gor pripeljal. Mi si želimo gor, pa nismo letos prišli gor. Ja, razumem, ja. Ja, kaj zdaj? Se zgodi. Ja, v drugo leto, ne probaj. Pa bom lahko... Prijemo dolgoročno, ne, pač dolgoročno. Pa bom lahko iz druge lige vzel mladinca v prvočlansko ligo. Zelo, zelo težko. Če mene vprašaš, ne zaradi tega, ker ne bo imel dovolj kvalitetnih tekem, ne kvalitetne, premalo tempa, duela in vsega ostalega. Kaj pa je nogometna zveza naredila? Ja, krči tudi mladinske lige, ne?
Ja. Tako, se pravi, centralizira vse. Ne? Ja, ti kar. Centralizacija je, ne? Ja. Centraliziramo, mi vse centraliziramo. Namesto, da bi prvo ligo razširili mladinsko, glih zaradi takih sredin, kot je Rogaška, kot je mogoče en drug klub, da prideš, pa kaj pol, če bo Zdaj mladinska Rogaška... se širi za 2, ne? Zdaj, ja, kak je pa, bila je pa 14, ne? Bila je pa 14, Ja, eto, vidiš. Kadetska mladinska pa ostaja 14, ja. No, ustaja. Zakaj ne gremo še kadetsko mladinsko razširimo? Tako je bila včasih. Tako, zakaj centralizirati? Zakaj hipotetično nimamo še širše prve lige? Se pravi, ko mi ožamo otrokom lige, kaj naredimo? Uničujemo jih. Ja, sam tekmujemo še. Zgubljamo male klube. Ker vele klub pobere malemu, mali pa ne more, ni šans, da pride v to elito. To smo Namesto, da bi mi širili v vseh segmentih in v MNZ-jih in na državni ravni širiti lige od članske, naš sistem je spet totalno liga 10. Prostite, to ne vodi nikamor. A je to zanimivo? Avstrijci so imeli 10, imajo ligo 12. Ja. Ne, liga za prvaka, liga za obstanek. Pa sej, če hočeš imeti 4 derbije, jih boš imel, kaj Maribor pa Olimpija, ne bo tam med 6. Bota. No, eto, vidiš, boš imel, ti boš zadovoljil apetite. Samo 11., 12. ekipa, ki bo noter prišla, se bo lažje stabilizirala. Z manjšim vložkom bo lažje noter ostala. Naenkrat bo 50 novih igralcev v ligi. Pa ne mi reči, da od 12. ekipe ne bo 7. ekipa vzela enega, 9. ekipa vzela 2, 10. ekipa vzela 3, pa bodo teh 6 igralcev bo ostal naprej prvoligaških. In ko bo 3 sezone odigral, bom prvoligaški igralec. Do boš 2 trenerja. Prvoligaška. Mogoče domača. Koliko je zdaj domačih trenerjev v prvi ligi? 6? 6. Eto vidiš, Mislim, da... po 10, 60%. Če boš jih imel 8, je veliko večji procent. Boš dal možnost svoji stroki, ne? Ponavadi ne bo 11. 12. ekipa, vprašanje, če bo prišla s tujim trenerjem, ne? Vse ti da širina, ti da kvaliteto. Jaz se kot si včasih nabral igralce. Ja, če gledamo cele, zdaj ko smo tukaj, ne? Ja, eden je prišel Štor, eden je prišel Žalca, eden je prišel, kaj je zdaj, iz Konic, ostalo so pa Celjani. Kaj pa zdaj delamo? Zdaj pa 4 iz Konic, pa 5 od tam, pa to, pa ni Celjana. Ja, to, kar si ti zdaj rekel, ne? Sej mi reprezentančne igralce, je zelo malo igralcev v reprezentanci, ki so začeli nogometno pot v velikih klubih. Večina so to, da rečem, Šentjur, in ne vem, tako naprej. Ne? Se pravi, pač manjši klubi, ki so jih potem, to sem hotel jaz reči, ne? To sem tudi izpostavil zadnjič, ko smo delali z Matjažem Jakličem oddajo, da me zanima, zdaj, ko so se te lige spremenile, ne? In je zdaj postala U15 tudi na nivoju države. Mi imamo zdaj v MNZ-ju, to veš, zagotovo 4 U15 lig, ne? Imamo U13 lig, je celo prva, je še več, mislim, da ne. V glavnem, zelo veliko imamo lig znotraj MNZ-jev, ne. Me zanima, kaj bo to, ne, U15 sem se zlagal, sta 2 MNZ cela, pa U13 so 4. In zdaj mi točno vemo, ne, da pač jaz, ko sem delal, pa ti tudi, ko smo delali v cel, ne, da se je poštartal vedno sezono že prej na igralce, zato da si jih ti pripravljal na ligo U15, kar pomeni na U13 se bo zdaj štartal na igralce. Doskrat se pa zgodi, da bom rekel, ali je to Štore, ali je Šmarje, ali je Šentjur, ali je Vojnik, ali ko govorimo zdaj od MNZ celo, se pravi o manjših klubih, ne, da imajo ravno toliko, da bojo igrali ligo. Ja. In ko ti vzameš 2 tu, pa 3 tam, doskrat ugasneš ekipo, ne. Tako, se morajo združiti. Ja. Jaz bi to je čisto enostavna rešitev. Saj jaz se vidim, no. Ja. Enostavno. To, kar smo zdaj mi sprejeli za prvo pa za drugo ligo, ne? To bi jaz ravno to bi sprejel v mladinski ligi pa v kadetski. Da lahko, da moraš v kadetih imeti 10 igralcev, ki so 3 leta prej trenirali v tvojem klubu. In da moraš imeti pri mladini 10 igralcev v zapisniku, ki so 3 leta prej trenirali v tvojem klubu. In kaj boš pol naredil? Ja, pol se boš pa osredotočil samo na kvaliteto. Pa ne boš več vzel v Štorah 3, pa v Vojniku 4, ne, boš vzel v Štorah 1.
po vojniku enega. Zato, ker boš mogel gledati, da boš imel svoje igralce. Boš pripeljal iz Ljubljane, ja seveda boš pripeljal, pa sej pretok še bo vedno. Sam ne bo pa tako masovn, kot je zdaj. Ne? Kaj se bo zgodil? Ja, pa bo pa kar naenkrat štore. Imelo kadete, imelo mladino in bež, mogoče čez 3 leta še pa člane. Pa bo spet en kup igralcev, tako ko jih je včasih delalo štore ven, ne? Recimo, ampak zdaj karikiramo, ne? Ja, sej. In kaj bo, če naša liga 6-članska MNZ 7, ali pa koliko je 8 zdaj, ne? Bo čez 5 let, 12, 14, zaradi tega, ker ko bodo ti fantje prišli čez celo piramido ven, bo rekel Madonna, že špilo za štore naprej, še člansko. Ja, pa bodo pa imeli po 2 letih 30-35 fantov, ki bo igrali MNZ ligo. Zdaj je pač tako je. Ampak mi dajemo pravila, mi pravila postavljamo v članskem nogometu. Nikjer na svetu se pravila ne postavljajo za članski nogomet. Samo pri nas. Jaz imam občutek, da je treba s tem pravilom samo agente nahraniti. Ja, ne me narobe razumeti. Treba je poskrbeti za mlade igralce. Mlade igralce držijo agenti. To zdaj glih tako zgleda, da so agenti izpogojevali to pravilo. Ker ne pije vode. Mi smo 1 leto nazaj sprejeli, da bodo lahko v mladini igrali 3 starejši. Ne? Ja, zdaj bo šlo, ja. Z novo sezono. Z novo sezono. Ja. Zakaj je pa treba zdaj še to dati? Mi smo poskrbeli to zaradi mladih igralcev. Zdaj smo pa še dodatno dali za mlade igralce pogoj. Kdo bo dobil? Ko bo dobila druga liga, mi povejte iz prve lige, kaj bo dobila druga liga? Nič. Samo moramo vseeno vedeti, da tako, kako je bila letos druga liga, mladinci iz prve lige bo imel zelo velik težav, da bo lahko nosilci v katerikoli ekipi. Ne? Seveda. Je pa poglejmo Dob. Dob ima v svojih vrstah večino mladih igralcev iz Domžal. Kjeri so? Vema, kjeri so. No, eto. Pa, ja. Mislim, Nič slabega, ja. Nič slabega, ne. Velik preskok je med članskim nogometom. Bo treba tudi igralcem začeti razlagati, da sploh tisti, ko so biološko nekoliko v zadnji, stisn zobe, potrp sezono 2, trenerji. Sigurno. Pride tvoj čas. Vse poznamo zgodbe. Poglejmo Popoviča. Pa Pope je igral z mano v Štorah, je bil star 21 let, jaz sem bil star pa 35. Pa smo igrala skupaj in je pred 22 prišel v Celje. Ja. No, kje je zdaj? Kako športno pot je naredil? Ja, ne, on je itak prišel kot posojen igralec iz Celja takrat v Štore, koliko se je spomnil. Seveda, ampak on ni bil fizično sposoben. Ni mogel biti tako, ja. Tako. Ampak potem, smo rekli, je bila pa kriza, ne? Ja. Je prišel nazaj, je pokazal, da bi bilo normalno. Ne bi ga bilo nazaj. Bi ga uničili. Ne? Ja. Tako pa ni bilo proces. Priložnost in vse ostalo. Tako, ja. Takrat so prišli ven, Popovič, Bezjak, kaj je že on je vratar? Ko je zdaj v Grčiji? Pa je bil Močič, pa je bil Centrih, pa je bil Krljanovič. Kotnik, kaj smisliš? Ja, Kotnik, ja. V glavnem, poln, pa je bil oni Makedonci, Ristovski, so bili vsaj mladi igralci. Poln je bilo mladih igralcev. In to so se vsi afirmirali. Za čuda so potem vsi postali prvoligaški. Ne? Ali pa nosilci v drugoligaškem. Ampak, ker so to bili primorani. Mi smo takrat bili primoran takrat zaradi slabega finančnega stanja. Zdaj težko to bi bilo. Težko izvedljivo, da bi s tako ekipo obstal v ligi. No? Bodimo realni. Beltinci so mi bili ful všeč. Mlada ekipa z 2 Hrvatoma, hitra ekipa, poletna, zelo napadalna. Ampak vedno rabiš 2 fotra v garderobi. Tako. Ampak kolikor obrneš. Rekel si pa dober, ne? Od 6. mesta do 14. mesta je bilo pa 6 točk. Tako. Ampak so pa lepo zgledali. Zdaj pa kaj pa tukaj iz njihove ekipe pa zdaj vzeti v prvo ligo? Bo pa problem, ne? Je pa problem, ne? Ja. In tu smo. In z temi omejitvami, ki jih bomo imeli, ne delamo dobro. Jaz mislim, da ne gre v pravo smer. Treba je najti druge vzvode in bolj pritisniti na mladinski pogon s temi vzvodi.
ker pol se bomo začeli skoncentrirati na kvaliteto, ne pa na kvantiteto. Mladinski pogon zdaj prepele in prepelejo iz vseh strani. Preveč je potem pri mladini. To moje mnenje zdaj v zadnjih letih vse bolj gre tudi v to, no, da mladinski pogoni bodo morali počasi postati profesionalni, ko govorimo o teh kadetih mladincih, sploh ne, zdaj, njih je treba pripraviti na profesionalni način dela, se jim pomagati absolutno pri šolanju, ampak težko je, pač tudi iz mojih izkušenj, ne, ko da sem že mislim, da enkrat dal to zgodbo, ne, en Elis Bratanovič v Velenju, ne, super, mladinc, top, Marjan Pušnik je bil trener pri članih, ga vzame, čez 3 mesece mi ga vrne nazaj, ker je dečko pač pregorel, ne. Tako da, Elis, ja vse, ko boš v Sloveniji, ker te že dolgo nisem videl. Drugač pa, ko smo potem imela z Marjanom to diskusijo, sem rekel, Marjan, normalno, mi treniramo 4 do 5, on po šoli poje sendvič, prije na trening, ne. Vi trenirate 7-8 plus še kaj zraven, ampak vi imate urejena kosila in vse ostalo, ne. In tu pač je potem težko je mladinca priključiti zraven, če ne bo imel, če se telo ne bo navadilo na vso to količino pa intenzivnost, ko je pač rečemo, tudi ti hočeš kot priključevati, ne, postopoma, ne. Postopoma priključevati, ga imati na prijateljske tekme, mu ponujati priložnost in videti, ne. Ampak vsem, mi bomo, če ga želimo priključiti, mora že trenirati na tak način, mora biti v nekem tem režimu in je potem po moje tudi pač lažje goriti. Ponovadi to na začetku vprašamo, vsem, kdo so bili tvoji trenerski velikani, od koga si se ti učil? Ali si sam uk? Ne, kje pa. Imel si en kup trenerjev že dobrih kot igralec, ne, zagotovo. Jaz sem bil zelo težek igralec. Se to si opazil? Nisem opazil. Mene niso imeli radi trenerji, predvsem mladi. Iz 5 minut, ko predvsem mladi smo se kregali, smo se čez 5 minut skakali od vesela. Ha? Ne, čisto enostavno. Mladi trenerji z mene niso znali potegnati maksimuma. Pri Prašnikarju sem jaz zdaj v gole. Pri Bračunu sem jaz zdaj v gole. Pri starejših trenerjih, ko so me znali pridobiti na svojo stran, ker sem bil mangup, oni pa še večji mangupi od mene, ne? So dobili vse od mene. Ko pa, naprimer, tu smo, takrat si potem tudi bil zraven, ne? Z dr. Pocerničem smo imela kar debato. Različni pogledi. Ja, on je bil... Sam ti nisi bil več mlad igralec. Ne, sem bil star igralec. Starejši igralec. Zelo izkušen, ki si vedel, 30. Ti si vedel, kje so tvoje dobre lastnosti in kje boš ti lahko šel čez. Mi smo pa malo drugače takrat poskušali igrati. Ne? Ja, je pa mogoče imel netakten pristop. Ne? Tu si se sigurno naučil, da danes ti do igralca malo drugače pristopiš. Ne? Absolutno. Seveda. Ja, normalno. Naprimer, če se spomnim iz tistega obdobja, da smo igrali naprimer z tem napadalcem, pa sem mogel iti na rob 16, ko odigrava dvojno, ne, ko smo delali taktične stvari. Ne. Meni to ni šlo v račun, ne. Jaz sem živel za gol. In ko me je dal stran od gola, kaj boš dal gol, ne? Sem bil nervozni, pa je se rekel, kaj je to možno. Kako da jaz ne smem gola dati, razumeš, ne? Takrat gledaš. Drugač pa koga rad slediš še vedno kot trenerja? Meni je bilo zanimivo. No. Mi, ko smo takrat v Kopru, ko nam je bil Bračun trener, je bilo neverjetno. Ne. Tam jih 6 nismo imeli čez sredino. Pa smo imeli ful dobre rezultate. Ampak kaj je bilo? Gor si imel Jakomina, ko je vse žoge zadržal, levo, desno, Rudonja, Kremenovič, ko sta šla 10,5 na 100, pa jaz Iza, ko sem bil dober finisher, na špic veznem, ker sem vedel najdel tisto lukno, tisto za gol, tapa, in jaz sem dal kot ofenzivni vezni 11 golov v pol sezone. Ampak to je bilo lahko igrati. Iz obrambne formacije. Sam ste imeli pa kvalitetno tranzicijo. Tako, kako ne boš dolgo polovil Rudonjo pa Kremeniča. Ampak pravim, Mihajlo Petrovič mi je bil zelo blizu. Mi smo se zelo zastopila. Jaz sem takrat
rekel, tudi že prišel nazaj iz prvič iz tujine, iz Nemčije. Hitro smo našla skupni jezik, bil je pa ekstra šmeker, ne. Seveda, bivši ekstra igralec, tako je videl, kaj so moje kvalitete. Jaz sem pri njemu dal 22 tekmih 23 golov. Zato, ker je od mene dobil vse. On je meni rekel, Oskar, utorak, ne moj dolaziti. Pa imamo kondicijski trening, pa ne moj ti dolaziti. Ne, stan doma, neka oni trče. In me pustil doma v torek, gledam jaz njega. Ok, v redu. Ne, oni delajo, ti sam gole devi. Naprimer, ne. Prašnikar je imel do mene zelo trdo roko, zelo veliko me naučil. Jaz sem bil, naprimer... Tam si bil pa mlajši igralec. Ja, takrat sem prišel nepreverjen v Lekrizi, ko je prevzel takrat, da je mene vzel kot prvega strelca druge lige v Maribor. Mi je dal priložnost, katero sem izkoristil, ampak vsak ponedeljek sem sestanek. Niti mal ni popustil, da bi mal razprl krila, skozi me držal prizemljenega, kar mu gre. Se mu zahvaljuješ, ja, velika hvala. Ne, znal je, bil je strog, bil je dober, pa strog. Znal je me tišati dol, mi povedati tisto, kar mi gre v tistem trenutku. Ja, ogromno trenerjev, od vsakega pa nekaj vzameš. Pa pol, ko si postal trener, ko si nehal igrati, si se tudi, rečemo na koga, da rečem na lepo, da si srkal znanje ven, ali si iskal čist neko svojo pot znotraj vsega skupaj? Ne, jaz nisem, zdaj da bom pa kopiral enega. Ne, se ni smisel tega, ne? Ampak vsem, da se... Hočeš me vprašati, kako sem se izprofiliral? Ja, rečemo, ne, ker jaz, če tako rečem, ne, jaz sem dosti imel pač možnosti, ali je bil to Podsernič, ali Verdenik, ali ne vem, z Milošem Rusom sem bil 5 let v reprezentancah skupaj, z Upanom smo nekaj bila, tudi v reprezentancah skupaj, tudi z Jozotom smo še nekaj, pač imaš ti možnost komunikacije, ciklizacije, na kak način kdo komunicira, funkcionira. Jaz sem zelo rad pač te trenerje, selektorje, če sem le imel možnost, pač ali šel pogledat, ali se pogovarjal, ali kako rešujejo konfliktne, ali kako se ciklizacijo lotujejo, tudi ko se prihajale do, se veš, od kak si ti treniral, pa kak se zdaj trenira, ne, je pač vse je šlo na glavo, ne, tudi kako so oni spremljali vse te spremembe, ne. Lej, ali je to štorovski klan, pa se skozi skupaj sedite, pa diskutirate? Izprofiliraš se sam. To zagotovo, ja. Jaz imam jaz naprimer hiter postal trener v drugi ligi, ne? In tudi izpadel. Hiter. Ja, to ni noben... Ne, sej. Jaz tem gledam na ful dobro izkušnjo, zaradi tega, ker... To je tudi Prašnikar rekel. Takratni Oskar... Takrat se največ naučiš. Takratni Oskar, pa zdajšnji Oskar. Kako je izpadel? Zdaj bi bil v sredini lestvice s tisto ekipo. In takrat sem izpadel. Jaz se veja, če sem bil najbolj zeleno ligi, normalno. Pa Liga 10, pa ožji kader, pa ustrajaš v nekih stvareh, ne prepoznaš nekih stvareh, ki jih potem. In potem sledi streznitev, nazaj na otroke, uči se, 14, 15, super, da lahko delaš neke osnove z otroci in se učiš in se analiziraš. Pa postopoma. Jaz sem to srečo, da sem lahko šel postopoma od pomočnika v prvi ligi do trenerja v drugi ligi, v Šmartnem, ko je šlo čisto navzdol, ko ni bilo čisto nič več, ko se je vedeli, da bomo šli ven iz lige, sem prestopil še ligo nižji v tretjo in zopet delo, da sem si tlakoval pot nazaj gor. Ampak vsemi ekipami sem imel dobre rezultate. Jaz, ko sem dobil v roke dobro ekipo, sem imel dobre rezultate. Slabo ekipo sem pa tudi znal zadržati v ligi. In zdaj ne bom rekel, da sem jaz izprofiliran trener. Jaz sem trener, ki bo vedno se podredil ekipi. Jaz ne bom šel z glavo čez zid, da bom z nekim sistemom ustrajal z neko ekipo. Ne bom. Če jaz nimam zadnjega veznega, kako bom igral zadnjim veznim? Če nimam ofenzivnega veznega, tako kot zdaj nisem imel v slovanskem delu, zakaj bi jaz ustrajal, pa nekega igralca ti šel na ofenzivnega veznega? Ja. Ne, imel sem pa 3 dobre centralne vezne. Se pravi, sem prilagodil sistem igralcem in iz njih probal izvleči maksimum. Na kak način?
Ja, zdaj pa lahko mi dva gledamo do smrti treninge, ne? Na internetu. Se lahko verjetno si določene principe znotraj igre vsem pač prilagodil igralskemu kadru, ki ga imaš. Meni je bilo fascinantno zadnjič, ko sem gledal City Real, kako je Guardiola nad Mudrijo, Ancelotija, kako je vrgo zadnjega štoperja v sredino, igralca več, Walkerja na Viniciusu pusto, kako jih je umiril. Kakšen kontrapressing imajo, po izgubljeni žogi, kako so šli 25 minut, oni niso vedeli, kje so. Ja, a lahko jaz to delam? Boš treniral. Tako, lahko do neke meje, ne? Lahko, sigurno. Sam, če imam igralce, ki so sposobni teči, ki so sposobni ponavljanja, ki so sposobni to izvajati, potem bomo delali. Prosti, če ne bom delal. Ker če ne grem z glavo navzdol. Če bo treba, da bomo stali v zadih, bomo stali pa v zadih. Pa to ne bo parkiran avtobus. Ne, bomo pa trenirali v zadih, pa dober prehod. Ja, če imam tako ekipo. Danes ni več ekipe, ko se ne zna. Se pravi, morajo biti sposobni in visokega presinga, in nizkega bloka, drugače pač ne moreš igrati fuzbala. Če hočeš biti kompleten, ne gre samo z eno stvarjo. Tako je. Si pa želim, seveda, na vsaki poziciji imeti vsaj po dva igralca. Všeč so mi polivalentni igralci, se pravi, ko mi lahko igra in zadnjega veznega in štoperja. Se pravi, da če mi kdo manjka, da mi ni tak handicap. Če igram s tremi zadaj, da imam wingbacka takega, ki mi lahko igra, naprimer beka, wingbacka, eventualno tudi wingerja, če je potrebno. To so mi všeč polivalentni igralci, no. Še eno vprašanje, ker smo že pred penali. Smo že skar pred penali. Kje pa ti rečemo zelo sebe vidiš, da bi se pa želel še nadgrajevati v znanju? Ali se ti zdi, da je to in da boš zdaj pač tu samo še malo zlagal stvari? Ne. Zdaj... Mislim, je kakšna smer tako, ko te zanima za to, da bi lažje rečemo funkcioniral, ali s kakim strokovnjakom na koncu, ali pa samo to, kar bi pač ti rad spremenil? Jaz poznam slovensko ligo, vem, na kak način se trenira, vem, kaj rabimo, ko bomo prišli gor. Se pravim, važno bo, kako bomo mi kadrirali, kako se bomo pripravili. Sebe izpolnjevati, seveda. Rad bi šel v klube obiskati te 10-dnevne pogovore, videti. Imaš kaj planirano? Ja, imam planiran za zimo, zopet Anglijo, si urejujem. Drugač pa, pri nas je usoda trenerja skozi negotova. Vse to dobro vemo. Zna se zgoditi, da bom pa čez pol leta v službi. Se sliši se zelo čudno. Pri nas ni podpore trenerjem. V glavnem ti funkcioniraš, rad bi se čim več naučil, iščem različne možnosti. Če pa ne bom imel možnosti. Če v Angliji naredimo oddajo. Če bom pa zgubil službo, pa bom 3 mesece brez službe. Boš pa moral nekaj drugega delati. Mene neč ne moti. Ampak uživaš, pa boš si pa rekel, da dokler si pa tu, boš pa užival. Maksimalno delam to, kar rad delam. Znanje, ki ga imam, hočem prenesti čim bolj na ekipo. Sem zelo tekmovalen, to me poznaš. Ne zgubljam rad. Enostavno, ampak... Ko so porazi, ni prijetno v tvoji družbi. Ne. Zajebavam se. Porazi so sestavni del, moramo pa se vedno naučiti nekaj iz poraza. Če pa imaš interes, tudi rečemo, da bi kakšne mlade trenerje izpopolnjeval, poučeval ali pa da se ti lahko prihajajo. Ne me narobe razumeti, današnja mladina je čisto drugačna. To govori zdaj o igralcih ali govoriš o trenerjih? Ne, tudi o trenerjih. Sem imel sina v Celju, pa sem malo bolj tak gledal, pa mi ni bilo najbolj všeč vse, ampak nisem nikoli komentiral, zato ker ni moje, da jaz tam komentiram, to niti ni moj klub, ima svojo strategijo, ampak tu je drug nivo, tam je bil tak nivo, tukaj je drug nivo, tukaj lažje pridem do trenerja v svojem klubu, pa mu rečem, bo pa treba malo več po moje podelati na sprejemih v gibanje,
na podajo predigravca, ne na mestu, predigravca v gibanje, da ga spravimo v gibanje, pa take stvari. Lažje je tukaj, tam se pa seveda so motile določene stvari, ampak se ne vtikuješ v te stvari. Bil sem v parih debatah, bom rekel, z 10-15 let mlajšimi trenerji, pa ne priješ do konca, skoraj vedno ne priješ do konca. V bistvu oni že imajo več izkušenj in več vejo kot ti, ali kaj? Ja, pa neprilagodljivi. Aha, ok. Ja, pa sem jaz bil tak tudi. Vse bodo prilagodljivi. Že vlejete vse pripravljene. Se pravi, če bi kdo želel, rečemo, te prizdaj za en teden, z lahkoto. Lahko kamot prije. Ne bom pozabil najnega pogovora. Jaz ne vem, če se ga spomniš v balonu, v badmintonu. Ne vem, no dej boj. Za zaključek. Ja, jaz sem takrat rekel, zakaj morajo trenerji hoditi v šolo? Da trener je lahko vsak. Zdaj mi govoriti, da če je Sešljarjem smo sedeli, če Sešljar bil tam, ne mi govori, da on ne more zdaj kluba prevzeti. Pa si ti rekel, ne more ga. Pa da ne me basati, Igor, da ne me govoriti. Ko sem jaz prišel na šolanje, ko gledam jaz, razlagajo oni, jaz nisem oblage, veze o ničemer, razumeš, kaj je igralna struktura, kaj je, razumeš, nič nisem vedel. Gledam jaz, pa se spomnil vse, ko veš, pizda. Igor me pravi, more iti, nerčeš vse tole, ker to telih izrazov, pa tole. Jaz sem se mogel določene stvari sam se ne gre sam za izrazi, gre se za to, da ti razumeš postopke dela, dojemanje, da dobiš neka orodja, kako boš ti funkcioniral. Se pa je pa vse od tebe odvisno. Seveda, moraš pridobiti neko znanje, da lahko delaš. Brez znanja ne moreš delati, vsega ni nikjer, Najhujše je, da taki so potem, ko so enkrat soočeni na igrišču, se pravi, kot je enkrat stoji 20 igralcev, ali pa ne vem, v celo, jaz pač ne morem pozabiti tega, ko sem jih imel pri kadetih 40, pa jih je treba 20 odrezati. Ko pri kadetih ti nekomu že, da rečem... Strgaš srce. Tako, ja. Zdaj pa nisem jaz dovolj dober, pa še mami, pa to, pa še pol družine zraven. Da takrat v bistvu pol vidiš, tudi, da je pa en kup stvari, ki bi jih še bilo dobro imeti na šolanju. Tudi ta sama komunikacija, pa vse ostalo, neke malo tako empatije in ostalih stvari, ko moš vedeti, kdaj je trda roka, pa kdaj je malo bolj mehka. Zakaj mi težijo sociologijo, pa psihologijo? Pa da, ne, me basat, Dok nisi v garderobi, pa ti oni oče, on se dere, on... A smo kaj pozabila, nismo. Lahko ene 3 ure, Mi dva lahko debatiramo, lahko ni. Če greš v Anglijo na izobraževanje, tem prosil, da naredimo en recap enega tajega, ker to bi me, ne samo da mene zanima, ampak ponavadi je najboljš takrat, ko si svež, priješ nazaj, imaš en kup občutkov in idej, tako da to tem prosil. Sem bil že v Wolvesih, Wolverhamptonu je bilo fantastično 10 dni, veliko se naučil, veliko videl. In ko mi čakam, da mi spet priložnost, da lahko prijem gor, ker to je drug svet. Jaz ti pa želim, da tehle 10 dni izkoristiš dober delovnih, ker na dopust ne verjamem, da boš kaj veliko šel. Pa da se dobro pripravite pol za prvo ligo, pa da jih pripraviš, da bojo verjeli, da lahko igrajo, ker to se ne smemo vedno največ problemov. Igrati z Mariborom, z Olimpijo, z Domžalami, da rečemo takrat, kad je ti mladinci, pa mi jih lahko stresemo. Samo oni so bili lani prvaki. Ja, pokapal, ne? Ok, hvala ti. Hvala tebi za povabilo, pa še kdaj. Se bomo trudili. Ja, seveda. Mi se pa vidimo naslednji teden. Vete, kje smo. Sledite. Adijo.